govoriti, ker o tem sem pisal, o tem sem govoril. Ja, ne vem, ampak je bilo... Če se je tebi kaj hudega zgodilo, mene pa lahko vprašaš, kje je bilo lušno, ne? Ker so določena poglavja in to vrstna potovanja imajo tudi te, imajo revščine, imajo vojne, imajo lakote, imajo smrtja, ne? In da bom zdaj govoril, kako sem z motorjem do smrti zbil punčko 4 leta staro, nekje na jugu Indije, ne, hvala lepa, omenil sem in to mi je dosti. Z avioni so potovali, ne vem, direktorji pa bogate vdove, tako smo nekako verjeli in verjetno je bilo res, skratka, bogati ljudje. Mi, popotniki, smo bili omejeni na potovanje po tleh, na avtoštop, vlaka, karkoli že. Ena stvar je, oziroma par stvari, glej, če si zdrav, če imaš še tisto energijo v sebi, za energijo moraš pač poskrbeti, zdravje mora tudi nekaj malega biti nekdo prijazen s tabo. Če to dvoje imaš, potem je to lahko najlepše obdobje življenja in jaz zase pravim, je najlepše obdobje življenja. Glej, da se mi, otroke smo odrajtali uspešno, lepo, kredite smo že kdaj že odplačali ali jih sploh nismo imeli. Dragi gledalci, danes imam zanimiva gosta, Zvone Šeruga, drugič pri meni, Romana Šeruga, prvič pri meni. Tako da sem zelo vesel, da sta prišla. Že večkrat sem povedal, Zvone Šeruga, moj vzornik že iz srednje šole, ko sem bil majhen, sem govoril, jaz sem tudi enkrat Zvone Šeruga in to je čista resnica. Lej, presežem na mamo, da je tako. Tako da res sem vesel, da sta prišla. Razlog pa je, da ste izdala novo knjigo Brez voznega reda. Tako da najprej pozdravljeno. No? Živjo, hvala za vabilo. Ja. Lep dan ali lep večer, ne vem, kdaj boš to objavil. Je to dnevo zvečer? Proti večeru se objavil, ja. Dobro večer sem se. Ja. Dajte za začetek povedati, to je Zvone, to je 11. knjiga, tvoja druga, če se ne motim, ne? Dajte povedati, kaj je v tej knjigi novega. Rečemo, jaz sem jih že od teh 11, 9 sem jih prebral, 8, najmanj 8. A zdaj lahko kaj novega mi pričakujemo, ko smo že vse te prebrali? Upam, da malo več resnosti. Jaz sem glavna piska, ne? Sem se sicer potrudila, da sem tudi malo humorna, tega slovenskim potopiscem nam manjka, da nisem preveč resna, ampak imam čist drug slog kot Zvone, ne? Najprej, kaj ni, ne? To ni vodnik. Zdaj imamo mi Apple, spletnih, raznih informacij, uživo informacij, vsega živega, vsi boljš vejo, avtodomari boljš vejo, kot midva, kar sva bila bolj tako, ne, kombijaša, bolj telebana. Ni potopis tako, ne, od prvega do zadnjega dne, ker tle sva bila 4 leta na poti in to stlačati potem v knjigo, ki je sicer debela, je težka. Tako da so v bistvu bolj zgodbe. In to so zgodbe od zadnjih 4 let. Ja, to so samo kombi poti, to je samo Evropa in noter Maroko in Turčija, ker nisem mogla, da Maroko je zapelješ se s traktom čez Gibraltar in si tam, a ne, ni daleč Turčija, pa itak, en del je evropski. Tako da to je to, s tem, da ima pa seveda za Zvonetove oboževalke, ima pa tudi on svoje, Zvone prepoveduje, svoje poglavja, ki so deloma srečanja popotnikov na poti, deloma je pa on imel, a veš, včasih ločeno mnenje, ali pa mal se je reminiscence ipak v svojem motorju tako. Včasih sem se pametnega delal. Ja. No in njegove so fotke. Tako da to je pa po mojem isto, ali pa še boljše to, da jaz pohvalim, ne, sam bi se tudi sam. Na fotografiji sva veliko delala, a ne, mislim delala. On je delal, jaz sem pa potrpela kot ponavad, ker jaz mislim, da mora vsako potovanje imeti en tak osebni smisel, a ne. Če te zanima kulinarika, je to hrana, če si umetnostni zgodovinar, so srednjeveške cerkve, ne. Mene vse živo zanima, ampak bolj tako ljudje, rože, minerali, kaj so tam vetrnice, kaj tam koruza raste, njega pa zanimajo fotografija, ne. Če ni lep dan za fotke, on... Jaz pa vse to, kar njo zanima, hočem fotkati. Ampak bi pa tukaj dodal, recimo, ker je Romana začela, da to ni vodič, a ne, knjižni vodič. Zakaj? Zato, ker midva sva le znana kot
motorista, 40 let je nekako sva skupaj potovala, kup knjig je iz tega nastalo, zdaj pa nenadoma sprememba, zdaj pa s kompim oziroma avtodomčkom recimo, in so kar nekateri pričakovali, da bo to pa Evropa namesto celega sveta. So ljudje pričakovali, to bo pa turistični vodič, bo nekaj tako zdaj po Evropi, da bom vzel v roko, ne? Pa bom jaz sploh, če sem avtodomar, mi boš povedal kam, kako in kaj je, ne? V bistvu ne, ni, to je še zmeraj potopis, ki je tako prijazno branje, spraven 26 poglavij za 26 večerov lahko, ne? Ampak istočasno pa brez veze, da se greva, da bi se šla zdaj nek turistični vodič ali priročnik za avtodomarje, zakaj? Recimo, da v tej knjigi, pa tudi sicer ljudje zdaj dobijo na 1000 različnih načinov, lahko svoje ideje, informacije, tiste namige, kam in kako. Ampak to, ko enkrat imaš, in to ti recimo ta knjiga da, za vse ostalo pa potem ne rabiš več, ne vem, najdveh, ne rabiš več knjige, ne rabiš več niti Lonely Planeta, kot smo ga včasih imeli kot neko popotniško biblijo. V bistvu rabiš, vse, kar rabiš je v tvojih rokah. Telefonček na dosegu prsta, eventualno zvečer na računalniku, ker tam boš dobil sveže, današnje, včerajšnje informacije, ki ti bojo točno povedali, kam, kakšna vstopnina, kakšni pogoji, v najnem primeru recimo aplikacija za avtodomarje Park for Night, kje spati, kje zastonj, kje so uradni kempi, kje je dovoljeno, kje ni, kje na sivo, kje se tolerira, kje dobiš vodo, kje se lahko z elektriko zafilaš, kje stranišče spraznaš, za vse to pa seveda ne rabiš. Karkoli že bi medva napisalo v tej knjigi, bi bilo že čez par mesecev, čez par let, pa gotovo, absolutno neaktualno in zastarelo. In zato klasičen potopis z veliko fotografije. Sam dobiš pa v tej knjigi sigurno idejo, kam iti, ne? Ker včasih se je težko odločiti, kam iti, pol pa če vidiš v eni taki knjigi, prebereš lepo opisan en kraj, še lepe fotke in se tako odločiš, ne. Jaz sem se dostikrat, takrat, ko so bili sam Lonely Planeti, pa še par drugih vodičev, sem se na osnovi fotografij, ki sem jih videl not, pa jih ni bilo veliko, odločil, kaj bom šel pogledat. Absolutno. Tako da se jaz, veš, po teh državah, seveda, to se enega čuda vidi, mi dva zelo turistične znamenitosti, tako ABCD niti ne gledava, če nama paše, če se strinjava, ok, če ne, ne. Zato sem jaz tudi poskusila, veš, pri vsaki državi najdete eno rdečo nit. Recimo, če pokažem eno državo, ki tako na prvi pogled, nama je bila brez veze, Nemčija, ne. A veš, to je avtoban, službeni poti, letališča pa to. Naslov mojega poglavja je romantična Nemčija. A razumeš, a imajo Nemci? Imajo, ne. Zakaj romantična? Kupite knjigo, ne. Kup knjigo. Nismo bila medva tako romantična. Ne, mislim, a veš, ali pa ne vem, ne, recimo Španija, to celo knjigo napišeš. Midva bi lahko samo v Španiji eno knjigo napisala, bila sva na 3 načine, pa še bova šla. In je potem recimo mala eno foro, sva šla po sledeh najlepših španskih vasi. Ti imaš en sajt, eno spletno stran, kjer imaš te vasičke, mi sva jih obiskala 10 ali 13 ali koliko, in to so taki biserčki, da že pot do tja je potovanje, ne? Vredno potovanje, in iz teh upam, no, da iz teh mojih opisov, pa seveda z njegovih fotk, bova to dokazala, ne, veš, da popotništvo ni mrtvo. Pa kolikor gre tam masa enih ljudi po Evropi, pa to, veš, vedno lahko najdeš po svojem razpoloženju, po svojih interesih, po svojih trenutnih muhah, ne. Mi za včas zjutraj nisva vedela, kje bova zvečer, to skoraj nikoli nisva vedela. Sva se sred dneva vedela, o 5, 6 popoldan, 2 uri prednje sonče so dol, sva se odločila, za spat, govorim za pogled. Ker zato imamo mi to moderno tehnologijo. Ne? Da to imaš vse na voljo, ampak se ne držiš tega kapljanc plota, ne? A veš, včasih, ne, ko toliko let nazaj, 40 let nazaj, a veš, seveda, ti si prišel v mesto, ne, in si mogel najdeti eno prenočišče v Aziji, ne, to je bila cela procedura, ne. Če si, veš, od lokalnega prevoza odvisen, to se ne bo zmišljalo, ne.
kdaj, kako. Je bilo treba biti kar malo bolj resen v teh zadevah, nismo mogli biti tako fleksibilni. Zdaj pa je to res mogoče izkoristiti z lastnim prevozom itak. S kolesom itak. Pa še ne, poglej, veš, menva, ko sem šla, sem rekel, Mik, bom jaz probal se tako malo brzdati, veš, kad drugače s veliko govorimo, ne. Do besede prišla, zdaj pa vidim. Dobar, tišina. Predvsem pa nekaj zelo pomembno. Zdaj za začetek moram povedati, da mi res, ko preskočimo na pogovor, kot se šika, jaz zdaj prihajam, prijatelji imajo rojstni dan, malo smo pojedli, malo smo popili in rekel sem, ko sem prišel sem, Tomaž, ma daj flašo vina na mizo, da se bomo pogovarjali, tako, kad se s Dolenčkom spodobi, da se bomo pogovarjali. In Tomaž, čeprav vem, da on zelo švohceno pije, Tomaž je to res naredil, Tomaž, jaz bi rekel, da je vam mirva na zdravje. Poglej, jaz pa vodo pijem, pa veliko govorim tudi brez alkohola. Pa še me nekaj vprašaj. Ja. Živeli. Živeli. In bom kar jaz povedal, pred me vprašaš, namreč podnaslov te knjige, kako brezvoznega reda, njen naslov, jaz sem pa, mislim, da sem jaz dodal pa še zraven postranskih poteh. Dobro, to sem tudi jaz dodala, ampak v redu, ne ti bo. V redu, ne zdaj, gledaj ljudje. In tukaj je nekaj zelo pomembnega. Poglej, če greš recimo, tako bom rekel, v Rim, v Vatikan, videti, ne vem, katere katedrale, če greš v Barcelono gledati Sagrado Familijo, v London gledati njihove palače, teda, to je treba danes vse vnaprej že rezervirati, kupiti karte po spletu, kar sicer, ko boš prišel tja, ni šanse, ne boš prišel zdraven, ne boš prišel noter. Ampak po stranskih poteh pa pomeni, da sva midva zelo malo ali nič videla od tega. Glavnih mest sva se na široko izogibala, mislim, da sva edino v Barceloni bila, pa še tam nisva prišla v Sagrado Familijo, ker sva iskala, kje pa karte kupa? To ni kart, a nimaš tega že. In dejansko še zmeraj naj zanima čim bolj po tistih stranskih poteh, naj na avtodomi v bistvu 6-metrski kombi, s katerim greva tako rekoč skozi vsak hrib, nikoli po avtocesti, tudi če je zastonj, oziroma nikoli, kadar je to nujno zelo, okrog in takrat prideš do najlepših krajev, prespiš v najlepših predelih z najlepšimi razgledi in še nekaj, za Boga ne rabiš 2 uri naprej planirati, kje boš, kam greš, kje boš prespal, kje boš jedel, kdaj, ob kateri uri imaš kupljeno stopnino za pogledati karkoli že. In jaz včasih sem imel občutek, sem tudi rekel, Mik, pa a se ti ne zdi, da se kar malo preveč voz, bla, bla, no, brez veze. Ko sem pa potem, ne vem, konec tedna, meseca, sploh zdaj, ko sem gledal knjigo, sestavljal fotografije, ko sem pogledal te fotke, pa sem rekel, pa človek božji, pa katera turistična agencija, katere turistične znamenitosti te lahko dajo toliko neverjetno raznolikost življenja, prizorov, ljudi, pokrajin, norih trenutkov, kot nama je dala prav ta pot po stranskih potleh, brez vsakega planiranja. Greš in se ti dogaja. In to absolutno priporočam ljudje, ne se zmeraj znova že doma, oprosti, na vrsti si, naj Romana nadaljuje, no tako, vidiš, da gre. Dej se eno umestno vprašanje postavim. Dejmo mi to malo zapiti, ker del z mano v Namibiji in vem, da on spije en kozarc na teden, mislim pa je vesel, ker je bila tam avion že 3 mesece potem. Ja, no, sam moraš pa priznati, da sem bil pa najbolj aktiven v Namibiji za oglede stvari, za pit sem bil najmanj aktiven. Ampak jaz se nisem predstavljal, da se ga zvečer napijem, grem drug dan pa na sipino. V resnici pazi nekaj pomembno, niti slučajno. No, sicer v Namibiji smo kar imeli par ljudi, ki so imeli kondicijo to zadevno. Drugače pa na te stvari res gledam, v resnici precej manj, kot se hvalim. Ampak gledam kot na neki način druženja in pogovora in se mi zdi, da je to del tega. Kaj je že to pomenilo? Romani se nekaj zatika. Lahko domov. Hotel sem vprašati, gledam to, da ste obedva v penziji, a je mogoče zdaj, ko ste v penziji, lepše življenje, kot je bil prej? Ker jaz gruntam, kam šel v penzijo, bo lepše. Na penzijo ni za čakati, ne? Ja.
Jaz sem začela to, pri nas v Ljubljani radi zase ženske rečemo tako, tretje življenjsko obdobje, pa to univerza. Jaz sem to začela malo prej pred penzijo, ko sem pustila zahtevno, resno službo in tako naprej. Iz preprostega razloga meni je pač izkušnja moje matere, ne. Ona penzije pač ni dočakala, skratka, ne rabiš čakati na penzijo, da se ti vse lepo dogaja, ne. Absolutno ne. Tu in zdaj, a veš, ni mogoče časa za tako, ko mi dva pač zapreš stanovanje, pa greš, ne, za toliko in toliko mesecev. Vsako kratko potovanje, vse nekaj, kar si tako malo napolniš baterije, ne, ali odklop od familije, odklop od službe, odklop od ne vem česa, od Slovenije, zamenjaš okolje, to je top. Tako da težko bi rekla, da nama je šlo včasih, da je bilo slabo. Je pa res seveda, da je mogoče... Na to odgovoru. No? Ja, no, pa ti povej, da je pa da tako dobro, kot zdaj pa še ni bilo, ne? Ti še to mi spovedal. Tomaž, všeč ti bo, kar bom jaz povedal, glede na to, da si par let za mano, ne? In jaz res ponavljam, zdaj sem 5. leto penzionista, ne? Bližam se svojim 70 letom, včasih so bili to da že zelo stari ljudje, zdaj pa ena stvar je, oziroma par stvari, glej, če si zdrav, če imaš še tisto energijo v sebi, za energijo moraš pač poskrbeti, zdravje mora tudi nekaj malega biti nekdo prijazen s tabo. Če to dvoje imaš, potem je to lahko najlepše obdobje življenja in jaz zase pravim, je najlepše obdobje življenja. Glej, da se mi, otroke smo odrajtali uspešno, lepo, kredite smo že kdaj že odplačali ali jih sploh nismo imeli in ustvarila sva, ker sva 43-44 let že skupaj sva gradila, ne pa razbijala kot nekateri z 2-3 ločitvama. Ne. Sva nekaj zgradila finančno, sva samostojna, lahko si privoščiva tisto, česar si pred 30 leti gotovo ne bi mogel, ker sva res na trdo morala delati. Včasih se sprašujem, pa kako sva imela 4 leta z motorjem okrog sveta, pred 40 leti kot študent sem štartal, kako? Samemu mi jasno. In ko vse to sešteješ, je to absolutno najlepše obdobje življenja. Še nekaj, okrog sebe imam ljudi, s katerimi se imamo krasno. Ista žena je že 40 let in več, kot rečeno, otroka odrajtana. Mala vnukica raste, najlepše, kar se mi lahko pri teh časih zgodi, še en prihaja na svet in tako lušen, kot mi je zdaj, mi ni bilo nikoli. Je pa tukaj ena napaka, da namreč celo jaz že dopuščam možnost, da to ne bo trajalo večno. Ker pri 20 letih se ti zdi, vse je še pred mano. Pri 70 pa rečeš, večina je že za mano, pred mano pa ne vem koliko, ampak prav zato dajmo, prvošmo si, uživajmo v polno. Edino ena stvar je pomembna, ne da bi s tem delal škodo drugim. Uživaj zase, v mojem ali najnem primeru pa lahko tudi rečem, en velik plus je tukaj, da te najne užitke skozi knjige, predavanja, fotografije, objave deliva z drugimi in s tem se mi zdi, ne da se počutim kot mati Tereza, ampak v bistvu pa tudi mnogim drugim nekako polepšam dan ali polepšam tistih par minut, ko so z neko mojo objavo recimo. No, pa Mrzlo gre tudi zaradi tebe, zaradi vaj, tudi na potovanje, ker drugače ne bi šel. Mrzlo bo knjigo prebral, ni še nikjer bil, ko bo knjigo prebral, bo pa rekel, ja, grem pa tudi jaz tole probat. To siguren, mislim jaz, da potujem, imajo siguren tudi tvoje knjige zasluga. Jaz sem prvo tvojo knjigo prebral v vojski, pa pol tako naprej. Ne? Tukaj bi mogoče jaz lahko spet odgovoril, ti si, ne vem, se mi zdi nekje 17-18 let mlajši od mene. Ja. In tukaj dosti krat se mi zgodi zdaj, da mi kakšni 50-letniki govorijo Zvone, jaz, ko sem bil, ne vem, v osnovni šoli star 10-12 let, sem bil na tvojem predavanju, jaz sem tebe gledal, kaj Boga, ne, ker seveda oni z biciklom okrog se vozil, ne, pa kokto pil, jaz pa z motorjem, pa z neko lušno bejbo, ne, okrog sveta se vozil, res sem bil frajer, pa na televiziji. Si bil, pa sploh vedel nisi, da si bil. Nisem takrat toliko porajkal, vsaka stvar vzil, vzameš kot samo po sebi umivno, ampak zdaj, ko pa pomisliš, jaz pri
30-ih recimo frajer okrog sveta na motorju, to je bil čas, ko so pri nas frajeri imeli Tomose, ne pa Če so jih imeli. On pa nekje na biciklu ali na skiroju. Wow, mislim, da sem res marsikomu dal to neko seme v glavo, ki verjame, da se je tudi pri marsikom razraslo v kasnejša potovanja in pač malo širše dojemanje življenja. Prej ste omenjala te vasice, da ste obiskavali v Španiji. A ste mogoče tudi čez kakšne prelaze hodila? Meni se rečemo prelazi ful zanimivi. No, recimo v Švici sva jo dosti hitro obdelala. A veš, kakšne države, od Maroka se nisva mogla odlepati, v Franciji sva bila tudi večkrat in tako. Švico sva pa dosti hitro obdelala, sicer sva bila 2-krat. In tisto od vsega, kar sva videla in kar se mi na koncu del kot rdeča nit, je veš koga? Nekaj, kar je dal naslov po glavi 10 veličastnih. In to je 10 prelazov. Točno to. Recimo, to je pa Švica, ni da ni, kar se tega tiče, zvone nekaj. Švica ga ni to blazno navdušila. In dobro, te hribi sem omorila, Alpe, vse kaj zvone, zdaj se pa pomir. A veš, koliko imajo tle? 3000-čakov. Je na malo višjem nivoju. No, pa te prelazi v Pireneji, ne. Francija, Španija, ne, tam so tudi seveda, valjda so še tam, Pogačar, Šiba, ne. No, mi da so takrat seveda imela nesrečo, kot se je rado zgodi, da se ful ulije, ne. In potem, lahko rečeš, da si bil tam, videla pa nisva nič, no. Tako da, ja, mislim pa, da tle smo, Slovenci smo pa na to malo mahneni, ali pa vsaj midva, ne. Andora isto, ne, čudovit prelaz gor, samo da so hribi, ne. Pa da vidiš tiste hribe, žal tam, ker je bolj ravnina, tam je bolj kriza z navdušenostjo. Midva grejo čez Romunijo, Bolgarijo, se nama je mudil na Dunaj, ne, ker tam ima hčero pa vnučko, mislim pa njega moža pa vnukico. Pa je zdaj že in zone pravi, dolgo je, srečem, ne, poglej, tole 3 dni, Romunija, 5 dni, Madžarska en dan, prav, kaj je Madžarska en dan, a tam ni nič videti, zdaj neka zvona ravnina, ne. Mislim, poglej, posod kaj najdeš, ne, ampak tako kaj hribi, prelazi. No, če so hribi, so pol tudi neke doline, slapovi, reke, jezera. Ni da ni. Ni dolgočasne dežele. Ne. Ampak če moraš zbirati, a veš. Tam je pa brez veze, da greste. So pa seveda bolj zanimive in manj zanimive. Jaz pravim ljudem, če hočem zelo ponostaviti. Vzami si zemljevid, reliefni ali pa Google si odpri in tam, kjer boš videl hribe, tja pojdi, tam so hribi in doline in prelazi in čudovite vasice in razdeljene vrhove. Je pa res, da neka madžarska ali pa panonska nižina, sploh se nisva čez penala, prek Poljske, tudi sva rekla brez veze, vse nekakva čalmena. Ja, ne, šla sva neki, potem pa v Zakopane bi šla in potem je bil alarm, da reka narašča, prikje sva v Krakovu. In greš, ne. To je tudi prednost tega tipa potovanja. In še ena stvar, ko gledaš zemljevid, česa se izogibaš? Avtocest. Dobar, mi da se tudi malo škrta, ne? Avtoceste stanejo, v kakšni Franciji pa to, ampak žal je tako, ne? Ampak škrto spomeni, tudi če so bile avtoceste za ston, sva se čez hribe. A veš, avtoceste tudi za mesta, ne? Deležeš od vsakega mesta, ne? Kar je včasih fajn, če je to nek konglomerat, včasih pa vseglih sva se pa rada čez kakšno mesto peljala, vse tako malo za en feeling pa tako, ne. Tako da, ampak avtoceste pa treba izogibati. To je meni mogoče nam ostalo še z tistih motorističnih časov, veš, kot motorjem po avtocesti, brez veze. Z motorjem gre seveda čim bolj po stranskih in zato tudi, ko sva kupovala avtodom ček, sva rekla kombi, 6 metrov maksimum, karkoli, več 7-8 in več metrov, zaradi tistega razkošja, če ti nekomu prednost, razkošje, naj ostane doma, oziroma se bo, vse ve, če kupiš velik avtodom, si ga kupil zato, da se boš zapeljal po veliki, široki cesti do nekje do kempa in boš tam na dopustu, pa se zapeljal do naslednjega kempa, eventualno, kar je še zmeraj bolje, kot da si kupiš nekje v Istri 5 km od obale, nek vikendico oziroma stanovanje v bloku, vsaj jaz na to tako gledam. Z avtodomom si
tako rekoč vsak dan lahko na novem, najlepšem placu, nekje ali na vrhu prelaza, ali na obali 5 metrov stran od morja, vsaj izven sezone je tako lahko, ne? In ima ogromne prednosti. Je pa res, da moraš pa vedeti, a hočeš avtodom za potovanje ali avtodom za dopuste. Ali sta dva, kot v najnem primeru, ali je tam še kup otrok, ker to jasno zelo vpliva na velikost. A sta kakšno kazen dubla, kje radarji? Ja, to pa pazi zdaj. Gremo mi na Norveškem, to je obsedeno stanje v smislu, to pa vsi to zveže prej, ne? Da tam te pa lahko spravijo kazni na kant. Ba je, da Norvežani kar denar na stran dajejo, ne? Brez štosa, in imajo res veliko omejitev in tle smo se vozila prav počas, ne? Po jajcih, no, ampak na Švedskem sem že imela svojo, ampak srečanje z gospo, eno lepo blondinko. Ampak je bilo pa, ne, to bo v knjigi prebral, dej tih bod, je bilo pa krivično. Ne, jaz nikoli ga ne pohvalim, ampak, a veš, sva se plazila prav čez eno vas, ker sva gledali, imaš te lesene hiške, a ne, posod po Skandinaviji, ko so take rdeče, pa midva debata, a torej s krvjo so včas barvali, ali je to neki bakreni ostanki ali neki. In lih to debato zaključva, ker on na gas pritisne. Konc vasi. Ne, ni še čist bilo, ampak konc te filozofske debate je bilo, ampak to je bila prvi policajka. Bila je lušna Švedinja. No, ampak koštala je. Blond Švedinja, ki se je hotela zbližati z mano. Vsaj, ko sem jaz verjel, ki mi je ustavila, vsa prijazna, me pohvalila, koliko lepo pa hitro vozim, poprašala za naslov celo za telefonsko, da mi bo poslala pismo in res mi je jeseni, da je 3 mesece kasneje. Kaj to treba kar plačati, no? Pisemce mi je. Mi smo Evropejci. 200 evrov. In pol je prišel še en tip, verjetno sem rekel, tam mora biti pa njen brat, ker sta čist glih oblečen. Ne, rekel, taj pa ljubosumam, poglej pa znam. No, skratka, nimaš... Pa smo se lepo zbili, še slika smo. Ne, v knjigi zveste. Samo vse 200 evrov ni tako veliko, zdaj v Italiji so dvignili kazni. Ne, pazi, Norveška ima enormne, to so nama pa motoristi poročali, ne, in Zvone rekel prej, jaz na Norveško ne bi šel z motorom pa kar ti hiter, veš kaj, kombi ni za divjanje. Kombi ni, ja, kombi te že na avtomatski. No, in... Oziroma prijatelja, od znanja, ki so šli skupaj, pravi, jaz sem sicer dobil računov samo za 500 evrov prijatelj, jih je dobil spotin po Norveškem, ne vem, 3 tedna, ki tazga, za 5000 evrov. Mene je ena ženska napisala na Facebooku, mislim prek Facebooka mi je pisala, da je bila v Franciji in ki je domov prišla v roku enega meseca, je prišlo za 5,5 evrov. Res? A tudi Francija taka? Ne, drugače pa pazi, policije ni videti. Ampak imaš te radarje, ne? Ja. Ampak recimo, čakaj, a je to tudi Norveška, ali kje že je bilo, da imaš, veš, celo to foro, da imaš ti, tle imaš prvi radar, pa čez en čas radar, in potem ti oni kako že povprečno. In plus oni imajo vedno, mora pisati, da je radar in tako. Mislim, a veš, tega Slovenci nismo čist jasni, tle smo malo Balkanci. Taki so predpisi. Noben te nasil, da greš na Norveško, ampak predpisi so taki in zoprno je res to in Zvone je tle imel veliko zapovedati. Jaz sem na koncu rekla, ti, pa daj kralju piš. Mislim, kaj ne ti rešil? Kaj za meni govoriš? Ne, oni so sposobni, veš, pa 30, pa 50, mislim, to, da ni bilo 66, ful menajo, veš. In moraš biti dejansko kar pozoren in, ampak dobro, sej. Skratka, na dobrem letu, ker smo prišli na poti, smo dobila eno kazen. Je pa res zapazim. Da vozim tiske, starja, pa jo sicer jaz sem, ampak sem res ne norim več. Z motorjem bi pa res težko vozil 30 skozi vas, ker to 40 je res še ni norenje. Kombi te pa nekako umiri, ne mudi se nama, greva. In če bi rekel, te vajne poti, ki je opisana v knjigi, se pravi s tem avtodomom, katera država vama je bila pa najbolj všeč?
Ja, to je Ali gotovo pa lih Norveška. A Norveška. Verjetno je odvisno, moraš imeti srečo z vremenom. A ne? Zna biti Srečo. dež in tako polet, ne? Ja. In to je pa res nekaj, kar je spektakularno. Spektakularno. In pa, tako bom rekla, Slovenija je prečudovita. Tle sploh ni debate. To smo mi tudi od raznih ljudi srečali po Evropi, ki so bili v Evropi, ki so bili v Sloveniji in tako poznajo. Polhan ljudi res pozna Slovenijo. To ni, da vsi mislijo, da je Slovenija Slovaška, niti slučajno. Ampak tisto, kar jaz iščem v tujini in kar mene fascinira, to so pa ta prostranstva. Ker to pa mi toliko nimamo. Recimo, ko so bila v Kanadi z motorjem, veš, pa greš proti Aljaski, ta prostranstva. Ali pa v Namibiji, ali pa v Sahari. Tega ni. Slovenija je mehko, luškano. Norveška ima pa to vse veličastno. Pa nas imamo lepe slape. Ampak tam so pa ogromni slapi. In recimo, lih sem imela srečo, da je bila ogromno vode. Ogromno vode, ker res kar prši in prši na cesto. Pa je poletje, pa še vedno je drama. Je ta drama, tako da to je res, ampak poglej, Španija, kot sem rekla. Francija tudi, ne, Francija, ampak tudi Romunija, mislim, Balkan vedno na vse zadnje. Potem nekje šele bi prišla recimo Škotska, Irska. Ja, tle se ne... Morala se zbirati, bi absolutno ponovno šel nazaj na Norveško. Ja, recimo v planu imamo iti na Norveško, drugo poletje spet. Ponovno, ne. Sta pa tudi na Finsko šla? Ja. Pa sta šla pol s trajektom iz Helsinkov do Taljana? Da. Finska je pa taka dežela za meditacijo. Dolga, ravna, poraščena z borovimi gozdovi, zvečer se nekje na bregu jezera kampiraš in gledaš sončni zahod. Čudovito, ampak ni pa tiste raznolikosti. No, ampak bi pa jaz še to odgovoril, katera je najlepša dežela. Poglej, jaz bi pa v bistvu takole dejal, meni je malo skrbelo, veš, po desetletjih teh svetovnih potovanj, avantur z motorjem, Afrika, Azija, Latinska Amerika, vidiš, ne vem kakšne vse lepote. Ampak dejstvo pa je, da Evropa, če pa moram zbirati, je pa gotovo najlepša od vseh teh celin. Veš kaj, raznolika je v bistvu zelo. Koncentrirana, vse te lepote so tako na majhnemu placu in mene je ko skrbelo, še midva sva šla tole, avtodom sva nekako nabavila, potem ko v času covida 2 leti nisem mogel nikamor z motorjem, vse meje proti Aziji, kamor sem se kao odpravljal, zaradi časa zaprte, ne gre, nemogoče. Sva rekla ti, ko pa če bi kupila nek avtodomček, pa dejva po Evropi, tukaj bo malo bolj, tako obvladljivo recimo, se zmeraj lahko na hitro vrnova, če bo treba. Pa dejva, tako, merva se na hitro zmenjava vsako stvar, Pa sva rekla, pa če že bova, mogoče bova pa kakšno knjigco, tako sem rekel, vsaj nekaj nasila, te Evropa me ne zanima, jaz nisem nikoli, jaz sem jo šparil za stara leta, sem rekel, vse ne vem, kdaj to bom, ampak recimo, da je prišlo, to Evropo, ampak potem, ko sva pa začela, me je pa dejansko potegnilo, čez po enem mesecu sem je že slikal, kada sem sredi, ne vem, najhujših tam plemenskih ceremonij nekje v Afriki, dobil veselje, dobil užitek, res tiste čudovite pokrajine, sem se končno naučil tudi, oziroma začel pokrajine fotografirati in na koncu, ko sva to skupaj spravljala, to ni bilo več to menih 200 strani, tako reda radi, spodobi se neka knjigica, ampak je tukaj 460 strani, 480 fotografij in srce naju je oba bolelo, ko sva krveva, kaj vse sva morala ven spustiti, koliko fotografij bi z veseljem še pokazal. In to zmeraj znova poudarjam, ljudje dragi, ne zavedamo se tega in to ni samo neka floskula, ampak dejansko živimo v najlepšem predelu sveta. Ne bom rekel samo Slovenijo, čeprav gotovo, sredi tega smo, ampak tale alpsko-sredozemski del, do Dinarsko, Balkani, teda pogledaj, najlepša more, najlepše gore, najlepše, tudi vasi, urejenost, edino, kar bi rekel, ljudje, kje so pa ljudje, kako so vasi prazne, tudi v Sloveniji.
To je pa res, recimo ta Španija, ne vem, zakaj toliko Španijo omenjamo, je pa tipičen ta primer, ja. Prazne vasi, ne, to je zanimivo za nas turiste, tudi za domačine, da grejo tja hoditi in tako naprej. Seveda sam službe, karijere, shopping centri in to so pa drge. No in to je nekaj, kar moram pa reči, da to pa v Evropi ni nekaj blazno zanimivega, polej teli shopping centri pa to je pa posod eno te isto. V tem smislu je Evropa združena, ne. V drugem smislu je pa zelo, bi rekla, zelo raznolika, tudi Španija zelo raznolika, to o Španiji kot celoti, sploh ne moreš govoriti, le so posamezne pokrajine, tudi je, se mi zdi kar zelo fajn, zelo pomembno, če govoriš kakšne jezike, ne. V Franciji treba govoriti francosko, ne, v Španiji fajn, špansko, ker ni tako amerikanizirano ali tako, ne. In je tole zelo, zelo je prazna, ne, Španija. No, pa ne vem, zakaj govorimo o Španiji, ker jaz, ko grem dol pod Gorjance. To je tako, ampak zdaj pač govorimo o... Kaj, vidim, tako da imam pogled na vas, čez na sosednjem hribu, vidim, ne vem, 2-3 otroka na večer, ki špancirata, psa na špakciji, slušalke, sem prepričan, da imate takole, ker vidim, da imate telefon v roki, to je dejstvo, gre skozi naše slovenske poti vasi, peš, ma se so to kot naselje. Ja, pa vse smo mi, vse smo Evropejci. Zjutraj ali zvečer. Ja, vse smo. In če pomislim istočasno, kako prideš neko afriško vas, kako je to nabito, koliko je življenja, koliko je, ne vem, lahko tudi revščina, pa koliko je otroki se smejo, igrajo, imajo en drugega in so najbolj srečni na tem svetu. Ne, se imajo tudi že mobitele zvone, veš, sam nimajo še toliko dobrega sprejema mogoče. Zame kot za fotografa je tisto, norija, kaj lahko dobim iz takega koncentrata življenja. V Evropi sicer imam veliko ljudi, krasnih posnetkov noter, ampak sem jih bolj kot ne krado, ki je s teleobjektivom v mestih ali na raznih dogodkih, na festivalih, tudi plažah, enostavno ni tistega. Vaškega življenja, ne? Ja. Recimo, Naja presenetilo, veš, Sicilija, mimogrede Italija je to zelo zanimiva, ne. To lahko, blizu je, ne, to lahko enkrat, to ono tretje. Ampak recimo, Sicilija, pa vedno rečeš, Mila so rekla, pa greš v vas, smo kavo spili pa to, ne. A veš, vas, to je, sploh sicilijanske vasi te v notranjosti, to je tako, veš, to so take mrke vasi, negostoljubne in ni placa, ni človeka na ulici in ni odprto nekje, da bi kaj spil. Doskrat, ne? Hecno se, doskrat se je to zgodilo, ne? A veš, po drugi strani pa recimo ravno v tej najni Skandinaviji ali pa na Norveškem, to je pa seveda znak tudi prave dežele blaginje oziroma dežele, ki je, veš, ta naftni denar res ljudem nazaj da smo pa do vasi recimo, kjer živi dobro. Koliko že živi, da bi rekla, da živi 14 ljudi, ne? Zdaj je sicer dosti znamenita vas, ker tam hodijo instagrameri pol neki se slikati, ampak a veš, do tja so naredili 3 predore cestne. V skupni dolžini recimo 1 kilometer. A veš, koliko to stane, ne, in hočem ti reči, in taka vas pa živi, v taki vasi imajo trgovino, ker pri nas, veš, nobeni slovenski vasi ni več. Recimo v Skandinaviji tudi, potem je meni fascinantna, tudi jaz sem že prej bila tam, a ne. A veš, prav zanimivo, ne, nimajo shopping centra na vsakem koraku. A poglej, ljudje so oblečeni, nič jim ne manjka, velja za to, da ima zelo visok nivo življenja in mislim, dobesedno enega shopping centra nisva videla. Misliš, govori zdaj o Italiji? Ne, Skandinaviji še vedno. A ne, imajo pa za to, za te vasi, a ne, poskrbijo, vse, dobro, dejansko, oni imajo denar za to, ne. Trgovin imamo, kot da smo najbogatejša država na svetu. Ne, v Italiji isto te vasi, Kalabrija, tle Siciliji, to vse prazno, takole čez dan. Zdaj lahko samo upaš, da morda ljudje res se nekam vozijo delati in tako naprej. So pa tudi vasi, ki so očitno, ta Riviera Sacra, recimo, ali kaj takih področji je v Španiji ogromno,
Ko pa vidiš, da so prav zapuščene vasi, Lej, propadajoče. ljudje so, ampak čez dan so v službah, otroci v šolah, zvečer, ko so doma, so pa v hiši ali pred televizori, ali pred računalniki, ali pred telefoni. No, čeprav- Ni več tistega. Ne, pazi, zvone, pazi, Španija, to pa ni res. Se veš, Španija, no, ali spomnim se, tam, ko sva pila v klubu penzionistov. Naprimer, a veš, Španija, to je točno te vasičke, ne, ki so luštne, pa nič tako dramatične na nivoju, a veš, tega nacionalnega zaklada in potem imajo ponovadi ob robu vasi tako parkirišče za avtodome. Ali čist zastonj, ali moš plačati elektriko, ali so donacije, kakorkoli. In potem recimo greš v vas in vidiš, kaj se dogaja, ne. In imajo, ne, bife pa imajo, ne, vsaj za penzioniste. Zelo poceni bil, pa sami stari neki ljudje so bili na pošele, kad smo videli. Piše. Penzionistov. Ja. Kaj da? Klub penzionistov. A veš, pa so imeli in so očitno ocenili, da že paševa. Glej, mi pa recimo druga stvar preseneča. Tako da Španci se družijo zvone, no. Španci imajo to. Govorimo o neki generalni podobi Ja. z mnogimi izjemami, absolutno. Ampak recimo druga stvar, sem kot motorist vajen, da smo se tako motoristi, sploh ne A ja. dolgih svetovnih potovanjih, ko nekoga sreča, živijo, kako, kje, kaj. To smo res pripadniki istega plemena, ki si pomagamo, kadarkoli se to si tudi prenese. Ne. Recimo med avtodomarji tega ni, ali pa ne vem, kje sem jaz potoval, kako in kaj. In pravilo je večji in daljši in dražji, kot je avtodom, manj boš človeka videl. Midva sva sicer dosti malo spala v kempih, mogoče 10-15%, ostalo sva tako zunaj, zastonj po najlepših placih, a ne. Ampak v kempu, ko vidiš, pripelje se človek, čudovit avto za 100, 200, 300 jurjev, a ne, ni problema, ga ne vidiš, ker razen sicer prišel bo mogoče ven tukaj, da bo klocne dal, potem gre zavesa dol, satelitska antena gre gor in človeka ni več, razen mogoče zvečer, ko bo prišel s kuškom na špaciji, z vrečko v roki, a ne, mogoče so še slušalkami, se bo sprehodil s tistim psom in ponovno nazaj. To se pa potem vprašaš, ja pa zakaj hudiča ti ljudje sploh potujejo? Čemu ne ostanejo doma, če rabijo res vse to svoje razkošje, če potovanje zanje dejansko ne pomeni druženja, spoznavanja novih kultur, novih ljudi, ampak na vse zadnje razumeš. Poglej, jaz na vse to gledam, Merva gledava, kot popotnika, že od malega sva potovala za to potovanje k ljudem, da sva iskala različne kulture. Tam so pa večinoma starejši, ja, najni letniki ljudje, ki so celo življenje hodili v službe, celo življenje imeli mogoče pomembne funkcije ali pa se borili za preživetje, celo življenje so fantazirali o tem, ko bom pa v penziji, bom pa začel potovati in končno je ta penzija prišla, končno bi denar, končno so kupili nekaj, ampak popotnika v sebi pa nikoli niso vzgojili. Tako kot so se v službah in za svojimi, pač v svojih življenjih ves čas vsakemu umikali, vsakemu govorili, da gospod, da gospa, na isti ta način gredo potem tudi 60-70-letniki na potovanja in to pogrešam. In zato sem zmeraj znova iskal, kdaj bom kakšen star razhajkan kombi najdel, za katerega vidiš, da so ga ljudje sami naredili, da je vreden mogoče 4-5 jurjev, ne pa 300-400 jurjev, ker s tistim človekom sem videl, da v njem bom najdel sorodno dušo, z njimi smo se pogovarjali, od njih sem potem pisal zgodbe tudi v tej knjigi. Nikoli pa, dobesedno nikoli, in lahko rečem, da sploh nobenega od teh avtodomov nisem videl, ker s temi ljudmi Govoriš od znotraj, ja. od znotraj. Kot da nisem imel stikov, kot da živimo neko sporedno, drugačno, različno življenje. Vzel sem s sabo, ne vem, 3-4 flaše Boroničevca. Smo rekel, to bomo pa mi, bomo se zvečer, obagno, bla, 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 bomo spili. Ma kaki, sem ga spil, ga nismo spili, medva sva ga spili. Nič v mene ne mešil to. No, samo Ampak domov ga niso prinesla. Tako bom rekel, ja. Samo več ljudje smo različni, ne, kaj veš, morda so oni kakšne službe take imeli, ki so imeli skozi ljudi okoli sebe in pol pa še kdaj mir. Jaz rečemo tudi, meni najbolj pa še samit na potovanje, pa pravijo, kad ti ni naš dolg čas, če me bi dolg čas in meni odgovarja sam, bet res. Pazi, midva sva v bistvu velika individualista,
tudi jaz nisem tako nagnjena k temu, da bi z vsakim pila borovničke, sigurno z nekom, ki me je zanimiv. Ampak recimo brezpogojno pa sem uživala vsak večer in to je bil najlepši trenutek, ko se usedeš pred kombijem, si na stolčku, noge daš na drug stolček in uživaš. In ti gledaš to lepoto. A veš, nobenim ne rabiš govoriti, lahko sosedu pokimaš. To ne, a veš to, on ti to govori, da tudi tega niso počeli. Da je čisti, isti a so bili v Italiji ali Španiji. Zvone, ne govorim ti o počenjanju, govorim ti to, da niti tistih naravnih lepot. Veš, ko si doma nikoli ne gledaš, kakšen je sončni zahod, kako, to je zvečer glavna stvar. A kako, a veš, a všel sonce dol, kaj imaš? A veš, to, kako bo zdaj komi obrnila, a ne? Poglej, če se tle usedeva, v tamle drevo gledala, veš, tudi če si v kempu, a veš, to gledaš, kaj šele, sej zato smo mi doskrat ko vzum spala, kjer je bilo dovoljeno, nikoli pa tako, kjer ne bi bilo ali neki, kam imaš pogled za bogove, a ne? O tem govorim, ne pa, da se zapreš, a ne, noter med 4 stene, a ne, ker tudi tako je, ne, sej to je, hec je tudi ta, ne, med avtodomarji vse glih, kakor sva pol nekako to ugotovila, ne, a veš, Italijani, oni ne bojo potovali en sam, ne, tako kot ti sam potuješ, mislim, en sam človek, en sam avtodom, njih je na kupu minimalno 3. 20 avtodomov. Ja, in ful imajo radi tudi ta kolektivna potovanja, ki mora biti Norrenhaus. Pazi, 20 avtodomov v koloniji, se predstavljaš. No? Ampak Italijani, oni so pa družabni, ampak med sabo. In bogi reveži ne znajo kaj veliko drugega, kaj italijansko, mi da znajo špansko, to se pravi italijansko, razumeš, ampak tam. In mene vedno ful zanimalo, kaj te ljudje govorijo med sabo. Ne? Oni so taki. A ne? Francozi veljajo za... Ja, in da so zelo visokostni, ampak spet oni ne govorijo nič. Oni pa ne vedo, mi dva sveda govorijo francosko. In če slučajno se je zgodilo, da smo kakšno pol ne rečeš neki, so vsi prav, ti bi rekla, ne mogoče, da govorite francosko. Ja, je mogoče, ne? Mi smo mala nacija, govorimo tuje jezike. Mala nacija, ja, da se moraš a veš, in potem, malo je tudi tega, ne? Ampak se pravi, mi dva so popotnika po duši. Jaz sploh ne, da bi bila motoristka po duši, a ne? Ko smo potovali z motorjem. Ne? V resnici, ne, motoristi kot popotniki znajo biti tudi blazno dolgočasni. Ne? Se te desci, a veš, na kupu dobijo in pol sam kilometri, pa kakšna cesta, pa kakauna. Ko bi kaža motorja. Ja, a veš, in jih ne zanimajo ne ljudje, ne pokrajine znamenitosti. Eni so tudi oblečeni tako kot robokopi, a veš, tudi v Afriki, tudi če je 40 stopinj in najraš cel dan nastop z motorja, seveda, ko bo ga fršlok, ne? In se potem, in zastopiš in potem imajo te, da ne bi samo šimfali avtodomarje zvone, in potem imajo te motoristi, a smemo končati? A imaš način? Da je, prosim, da je štoparco, da vidimo. Kako že ona prej mene gleda? No, zvone, a se, mislim, jaz vam itak vedno prav, to se mi, ne, hočem reči. Jaz sem če ona drugače oči. In zato tudi zvone. In kaj se mi je tisto moja najljubša kofešalca, kaj piše na nekaj, imava zmeraj na poti, kdo že me jih kupo, ne vem, pa kaj že piše? Žena ima vedno prav. Žena ima vedno prav. No, a lahko končam? Hvala. No, skratka, tako, da znajo bi tudi rekla, motoristi se seveda ne morajo zapreti v svoj motor zvone, če bi se mogli, bi se, ampak se zaprejo to čelado in jemljajo Afriko, bi rekla, veš, kot svoje igrišče. No. Da ne bi bili samo kritični do avtodomarjev. Tukaj nekaj, recimo, pridodal. Dobro, se bova doma naprej pogovorila. Ne govorimo o avtodomarjih, ampak mi v bistvu nikoli nismo bila zares motorista in niti s tem sem pa začela. Si že povedala? Da.
Ko sem že razmišljal o tem med tem časom, hočem povedati, da mi smo v prvi vrsti res popotnika, ki nama je bil včasih motor, prevozno sredstvo, zdaj nama je kombi, avtodomček, prevozno sredstvo. Ostajava pa popotnika. Jaz osebno grem na 2 leti, ali pa mogoče vsakič na eno leto z prijateljico, pač z ruzakom na potovanje. Še vedno. To je malo popotniški snobizem. Dobro, zdaj sem si zamislila, veš kaj, da je ruzak tudi na koleščkih, a ne? Ja. Ampak še zmeraj ruzak na hrbtu tudi. Ja, no, hočem reči, da je recimo Gruzija pa Armenija so bile prejšnjo jesen s prijateljco, čist easy, lušten in tako za potovati. Sploh, če malo rusko znaš, pa tako se hitro znajdeš. In mi je super, ampak razkošje je imeti lasten prevoz, no, tako bom rekla. In to je to. In najprej bil to motor. Zdaj, če bi bila midva malo bolj fizikalca, pa nisva, ne, pa sportista, kolone. A veš, tlele ne bi midva... Sam pol pa premal vidiš. Ja, tako, jaz nisem za kolo premal vidiš. A veš, se trudiš, da toliko manj vidiš. To imaš sam kilometre. Tako. Ne boš kaj nekam na stran. Tako, in pazi, in pri fotografiji pa to ful pomembno. Pri fotografiji pa on ni več za javni prevoz, ker bi umrl od nesreče, a veš, se pele z enim avtobusom in sam gledaš in gotovo. Ne? No in to je pa res kombi, pazi, ustaviš se, posla je pripravljena, kuhno imaš le, a veš, fertik del, govorim zvečer. Ker že od doma greš, naložiš vse, kar češ, ne? Vmes greš v te slovite šopinge, seveda, kaj tako kot doma, a ne, Lidl, Hofer, Tomaš, vprašaj me, če te bo kaj zanimalo, a ne, bom jaz že zapomnil. Dobro, v Islandiji sta tudi bila, ali sta tudi v Islandiji? Jaz sem ne z avto domov. Ne bom. Šli smo gledati Auroro, z eno skupinco, pa je bila bolj švoh Aurora. No. Islandija je fajn. Ta severni sijal. Ja, pač to ni ono okasno. Vse je to kar fajna, ne, da ne moreš kar prideti, ali pa recimo orke, ne, si zelo želiva videti, zares, veš, da ne sam za 3 sekunde. Poštene kite. Vse smo jih videla že in kupček, ampak še kaj pa tisto zares prava z nekimi ogromnimi repi in zasneženimi hribi v ozadju in ko se mečejo, ne vem, Hampolsa, ko so že izvodili. No, skratka, Islandija nisva bila v evropski s kombijem, seveda. Vatikanu nisva bila. Pozabila sva, da je to država, mislim, seveda sva bila tako v Vatikanu, ne, ampak ne s kombijem. Na Malti nisva bila. S kombijem. Ne govorim zdaj na tej turi, ne. A veš, ne, tega roba tudi nisva šla. Veš, seveda tudi Rusija bi tle pasala, Ukrajina, ne. Tlele za ta vojni turizem nisva navdušena. Pa nekaj se ne bo do meje Rusije, do meje Belorusije, do meje Ukrajine, so celo še 5 čez most sva šla. Peš čez mosta, ne. Nisva pa pač rinele tam, kjer je Evropa še zmeraj z neke domišljije, vse te države. Ne. Šla sva to, ker je pač tako kot rečemo, da je Evropa. A veš, ker pol tlele Evropa, se veš, tudi ta Gruzija pa Armenija, v bistvu oni se imajo za Evropo, oziroma je kar na teh seznamih najdeš. Govorim to, kar mi jemljamo kot Evropa. Veš kaj, to, kar mi jemljamo, je meni pol kapnal, to je v bistvu zdaj naša širša domovina, če tako vzameš, a ne? Mi smo se učili v šoli, a ne? V starih časih se je Slovenija ožja domovina, Jugoslavija je bila širša domovina, zdaj je to ex-juga rečemo, a ne? Na nek način je pa Evropa naš domač teren in to so te dežele in še vedno seveda Velika Britanija nam je tako domač teren, čeprav seveda oni zdaj niso Evropska unija in tako. Tako da vse so videla, pa dobro, veš, Nizozemsko, to usput, ne, dobro, greš gledati mline, ne. Sam kaj bom jaz zdaj, tle še v mlinih pisala v tej knjigi, že tako je. Jaz sem bil na Nizozemski večkrat, ko sem v Žlahtovo, v bistvu je še zmeraj A to ima zvone Žlahto tudi, drugače pa teta, sicer pokojna, pa zdaj 2 let nazaj še en mož umrl, tako da zdaj ni. Tako da sem bil parkrat tam.
ampak Nizozemsko pa ne vidim kot turistično destinacijo. Preveč ravna. Pa zelo, veš kaj, to je nabito takole, ne? Pa kar malo preveč urejena. Ja. Veš kaj, mi dva sva šla tam, sva si izbrala dejansko, kot rečeno, kot vedno stranske poti, mi dva sva tam, jaz sem, veš, tako ti rekla z Nemčije skoraj, da sem mogla preplavati tam čez pa to, ne. Ja, včasih sva imela take stranske poti, da je bilo res, si mislim, ženska, a veš, navigatorka, si mislim, ona mi pa najbolj ne mogo. Ženska si normalna, ne, kaj bo. In pa treba reči, razen tist, ne, nama se zelo dramatične stvari na poteh nikoli ne dogajajo. Eni se ful dogaja in to je zelo rada poslušam. Ne vem, da se jim res dogaja, ali znajo tako fajn povedati. Mi dva se nama ne dogaja, ali pa z tega ne znava narediti zgodbe. To se pravi na Siciliji, ne, sva zaglavila eno ulico, ne, to itak ve vsa Slovenija, ne. Ampak po tistem pazi, malo sva ven jark neki, malo zapeljala na Češkem, ampak tako, veš, v jark tam na gozdni poti. Pazi, nič, nobene nesreče, zvone je tlele, ful dober vozil. Dobrega šoferja, ni drugega. Šlo je za to, da bo v duhu novih časov enakopravnosti, v začetku se je zdelo, da vsak pol vozila, ne. Jaz v bistvu čisto rada pelem, motorja nisem nikoli vozila. In veš kaj, me pa kar paše, ne me on pele, mislim, a sem gospa, nisem, a ne. In moram reči, da pa takole, recimo, ko sem prišla pa Anglija, pa Irska, ne, pa nisem imela nobene želje, ker tam, to je pa res za majstre, a ne. Mi da sem mislila, da bo leva, ne, pazi, pa ni to problem. Izkazali se kaj, veš kaj, v kombiju si visok, tako še vedno pregled. Jaz sem imela problem, ker si ti na zunanji strani in šibajo takole mimo tebe. Zakaj pa šibajo tako mimo tebe? Ker imajo, zlasti v Angliji, veš koliko ožje vozne pasove od nas. Plus, potem na Škotskem, imaš pa ti samo en pas in se ti umakneš. Čak sem en pas za dve strani. Ja, seveda. Ne, Škotska je ful redko poseljena in to laufa. Ampak zdaj imaš ti turiste. Tomaž, daj bo človek. Da še mene kaj vprašam. Ja, mislim. Poglej, prosim, da izmerimo minutažo. Da bo ona prišla do besede, ampak zdaj pa že ne vem. Zdaj pa ti povej. Naslednja faza bo, veš, da bom tukaj, da se bom začel hlače gor, pa se bom čohal po koleni. Pa ti povej o škotskih ozkih cestah. Pohval se. Profesionalc, on me bo sigurno kaj zanimivega vprašal. Veš kaj povej? On ima na telefonu, ima kup vprašanj. To nisem vedela. Veš da, predno vprašaš, kar sem vmes malo zaspal, pa da nisem smrčal, ne. Da se spet malo vse. Dobro, bomo se mi dva pomenila doma, veš. Prej si že omenil, da je zdaj veliko lažje potovati kot včasih, pa mogoče kaj pogrešaš včasih te Lonely Planete, pa malo nesigurnosti. Zdaj je res enostavno. A boš mene pol tudi vprašal to? Zdaj sem zvonko ta. Ne, da vam bila ločeni mnenje. Če pogrešam nekdanje čase. Zelo sem vesel, da sem začel potovati pred 50, pred pol stoletja že teh mojih potovanj. Zelo sem vesel, zakaj? Ker sem v tem času res šel skozi neverjetno različne faze. Ko sem začel, ko sem šel prvič v Indijo ali prvič v Maroko, niti Lonely Planet še ni bilo, ni obstajalo. Ko sem šel prvič prek Afrike dol do Konga, je bila cela Afrika v taki knjigi, že Lonely Planet, takole, vse skup nič, kamorkoli si šel, je bilo neznano. Ko sva šla z motorjem okrog sveta, sva imela kaj? V Latinski Ameriki sva imela South African Handbook, pa potem je bila tudi, že takrat si je Lonely Planet že začenil razpenjati. Zdaj, do te skrajnosti, da sedaj pa praktično skrivnosti in onega pričakovanja neznanega ni več, ker vsako stvar, preden greš, si doma že vse pregledaš, vse poguglaš, vse zveš, vse v bistvu Google sliko, potegneš, tako da točno vidiš, v kateri baraki boš spal zvečer in to je zelo praktično. Jaz v bistvu nekatere stvari, ki sem jih počenil pred pol stoletja, zdaj ne bi upal več delati, ne vem,
avtoštop čez Saharo, pa pol z motorjem, boga mi karko neznano, tako rekoč. Zdaj so pa določene stvari mogoče že preveč enostavne, preveč vse vnaprej preštudirane, ampak bi pa lahko dodal, ker dostikrat rečejo, slišim, blagor tebi, ki si še takrat potoval, ki je bilo tu zares. Dragi moj, rečem, poslušaj, pejdi na pot, pejdi na Tajsko, ki je res kot turistično zguljena, že bi rekel. Pejdi tja, pusti telefon doma, ne vzami noben galon ni pleneta, vzami pač samo toliko in toliko denarja, prednost imaš zdaj, da imaš lahko kreditne kartice, kar je že finančna nekako zagotovitev, da boš preživel, včasih jih ni bilo. Pejdi v neznano, pejdi na avtobus, pejdi na vlak, zapeli se v vas in se ti bo dogajalo isto, kar se je meni dogajalo pred 30-40 leti. Svet je še zmeraj tam, svet je še zmeraj čudovito, pač neznan in stran od turističnih poti. Samo mi smo vse bolj nerazvajeni, ampak enostavno ne znamo več živeti brez vsega tega, kar nam v vsakem trenutku zagotavlja neko varnost, zagotavlja vse možne informacije, istočasno pa odvzame tisti pravi, pristni občutek avanture in doživljanja neznanega, kar je pa včasih potovanje bilo. Tako, zdaj pa da vidim, če boš ti to boš povedala. Emo. Dobro si povedal. No. Sam po drugi strani je pa tu zdaj lušno. Zdaj, čas sem se v Turčijo z avtobusom šel, mislim, se si crkno prej in si prišel do Pa veš kaj, tudi ena stvar je, pazi, to mislim, da je zelo pomembno, potovanje je poslala ena zelo demokratična stvar, dosti cenejše. Mislim, vse smo mi ful pocen potovali, mislim, danes današnji mulariji redko komu bi se ljubili tako skromno živeti, kot smo mi. Mi smo pa s te iz nuje naredili vrlino. Mi smo se takrat hvalili, kdo ima denarja porabil. Pa ga tudi ni bilo veliko za porabiti, ampak, čakaj sem že hotela reči. Hotela sem povedati, da je ključna razlika, ena ključnih tudi je, včasih smo bili frajerji tisti, ki smo s čim manj denarja, ali pa z nič, z dolar na dan je bilo skoraj, da včasih prišli čim dlje v najbolj neverjetne vasi med ljudi, v džungle, puščave, ne vem kaj. Zdaj so pa frajerji tisti, ki pridejo, verjetno sponzorsko, v najdražje hotele, z bazenom v ozadju, z džakuzijem, palmami, neskončnimi bazeni, šampanjci, žena, pa daj in seveda v vsakem trenutku slikati in objavljati in to so današnji frajerji. Čist nekaj drugega sem hotela reči. Pazi, koliko so cenejš karte, to je bolj dosegljivo ljudem. Pazi, to je bilo, recimo, ko smo midva potovala, to je bila, veš kaj, zabava, pa rekla, belih zahodnoevropejcev, Američanov, izobraženih. Zdaj pa je to... Zahodnjaki smo se hodili igrati na dvorišča revnih. In smo se delali revže. Zdaj pa to dejansko vidiš tako po svetu. Zdaj potuje, recimo, midva smo na drugič na Kitajskem. Že takrat, ko se je Kitajska odprla, prvi so Kitajci lahko potovali. Mlade Kitajci in smo po teh popotniških placicah, imaš temnopolte, iz tega, iz bivše železne zavese. A si predstavljaš to, za neke vzhodne Nemce, se zdaj zrasla že čist nova generacija, ki ne ve, kaj je vzhodna Nemčija. Ampak oni so šli, Poljaki, koliko zdaj potujejo. To vidiš tega. Rusi, vsi to, skratka je to res, rekla, demokratično preživljanje prostega časa. Kaj to pomeni demokratično? Mislim demokratično, da je bolj odprto, mislim, to je bilo za bogataše. Pazi, mi da so bila Jugosa takrat, to je itak, da smo mi imeli pasože, se veš, to ipak je bila takrat posebnost in to je bilo, mislim, finančno, je bil to res nedosegljivo za tiste čase. V mojem času so pač z avioni so potovali, ne vem, direktorji pa bogate vdove, tako smo nekako verjeli in verjetno je bilo res, skratka, bogati ljudje. Mi, popotniki, smo bili omejeni na potovanje po tleh, na avtoštop, vlake, karkoli že. Jaz pač ni slučajno, da sem šel najprej do Indije na avtoštop in tja in nazaj. Čez Afriko
čez Saharo in centralno Afriko na avtoštop, oziroma pa sem si dol že nek moped kupil. Šel sem čez sicer centralno pa Severno Ameriko, ampak z ladjo, splošna plovba, kot na trgovsko ladjo, sem šel kot potnik, so mi dali neko kabino, tako bolj sponzorsko, da sem do dol prišel, potem sem šel pa na avtoštop naprej od Paname do Kanade, recimo. Da sem prišel do Tajske, za katero smo takrat že slišali, pa Bali, to je bilo za nas na tej strani, veš, je bilo nekaj že nedosegljivega. Tajska, Bali, to so pa eni čarobni placi, ali pa kaj z avionom moraš... A veš, nisi pa mogel po kopnem pridati, veš? Videla se iz Indije, tudi mogla z ladjo, a ne? Z ladjo v Singapur. Dobro, zato sem imela motor, ampak se midva ne bi imela denarja za... Dobro, imela sva pol denar za Avstralijo nazaj, ali ne? Ja, ti je sponzoriral, verjetno. Ja, pa delala sva dol, pač pol leta sva delala, da sva sploh lahko se domov vrnila, pač na črno, na šverc. Govorim tako, a ne, seveda za reveže danes ni dosegljivo, a ne? A veš, ni dosegljivo marsiga, ampak recimo tisto rečemo, kar je jedro vsake zdrave družbe, to so ti srednji razred, a ne? Nekdo, ki dela, pa bi si rad čas malo prvošil. In si prvošaš potovanje. Če je to tvoje, eni pa reče, veš kaj, meni pa ni, hvala Bogu, ostani doma. Preveč ljudi potuje. Mi je pa zdaj pred kratkim razlagal en tip, 2 leta starejši od mene, nekako njegov stric je nekje v Afriki delal. A kaj je bilo, se ne spomnim, ampak no, bistvo sem to hočem povedati. Oče mu je kupil letalsko karto, ki je bila 8000 mark, tam pred 90 letom, to je bil skoraj en golf. Yep. To se mi sicer zdi zelo velika cena, ampak definitivno. Vsekakor nismo je bilo to par tisoč mark. Ja. Sem prišel do Tajske, pa potem do Japonske, sem šel delati na splošno plovbo kot mornar. Kot prvo zato, da sem nekaj zaslužil, ker takrat sem že sva planirala to potovanje z motorjem okrog sveta. Kot drugo, da sem sploh prišel, da sem prebil to blokado Indije oziroma Burme, ki je bila zaprta država, in prišel na ono stran do tistih rajskih plaž in dežel, o katerih smo se prej lahko samo pogovarjali. Jaz se spomnim, jaz sem začel s tem popotništvom. V srednji šoli sem začel hoditi na strojno fakulteto, vsak 3. četrtek je mu klub Popotnik. Ja, to je zelo znan, ja. In je bila ona revija Popotnik in so bile tudi zmeraj objavljene cene letalskih kart enega nizkocenovnika za takrat iz Grčije za tenje letu. In to so bile kamorkoli na seci letu med 1500 in 2000 dolarji. To je bilo takrat ugodno z Ljubljane, da shod v letu. To je bilo pol pa to, kaj ta misija nemogoče. In ti si mogel tudi pol do ten pridati, pa so une fore imeli, si karto kupil do Skopja, ne? V Skopju si pa kupil pa naprej, da nisi celo kupil mednarodno plačal. Tako da... To je zdaj res, ne? Jaz sem šel 2 let nazaj. Vsak mulc na avion pa se zapelje, ne vem kam, skoraj. Ja, na Tajsko sem šel 2 let nazaj, pa sem karto kupil, neč hodil prej. 540 evrov povratno, je Madonna iz Zagreba. Mi malo bogatejši, kot smo bili takrat v študentskih letih, ja, ampak vseeno. Ta cenovna razmerja... Ne samo za nas, nasploh za veliko večino ljudi, no, je bilo to takrat predrago. No, ampak danes ena kelnarca, če gre delati za šank, lahko prej, ko je na mestu zasluž karto, kamorkoli na svetu lahko gre. Ti moraš tudi vedeti, recimo jaz se spomnim, takrat smo bili v Avstraliji, to je bilo leta 85 in potem malček smo pač seveda spoznali se te izseljence, pa to, a veš, oni v življenju niso šli več nazaj v Slovenijo. Takrat, ne. To, mislim, da so bila 70 leta, ki je Avstralija iskala, a ne, delovno silo in potem so tem ljudem plačali, ali je bilo ladja ali pa avion, ne, da so prišli v Avstralijo in niso šli nikoli. Zaradi denarja. Ja, seveda. Gremo še malo na druge teme, take, ki se mi zdi tudi zanimive. Kaj se pa vama najhujšega zgodilo na potovanju? Jaz sem bral tvojo knjigo Drugačne zvezde, ne? In je tam en poglavje smrt, ne? Sploh nočem več govoriti, ker o tem sem pisal, o tem sem govoril. Ja, ne vem, ampak je bilo... Če se tebi kaj hudega zgodilo, mene pa lahko vprašaš, kje je bilo lušno, ne? Ker so določena poglavja
In to vrstna potovanja imajo tudi te, imajo revščine, imajo vojne, imajo lakote, imajo smrtja. Ne? In da bom zdaj izgovoril, kako sem z motorjem do smrti zbil punčko 4 leta staro, nekje na jugu Indije, ne, hvala lepa, omenil sem in to mi je dosti. No, tam si cel poglavje. Cel poglavje, povedal sem svoje, ni bila moja krivda, šel sem skozi sodni sistem, bil sem upravičen oziroma kot nedolžen, nisem mogel ničesar narediti, kar je bilo možno, sem naredil, ampak mislim, to je pa stvar, ki je pa tako nerad poglabljamo v sebi oziroma razglabljamo v sebi. Sploh, ker recimo zdaj mi 2 otroka sta mi zrasla, gor zdaj ima ta malo vnukica 3 leta in da pomislim, da bo tam nek motorist na poti okrog sveta zbil do smrti, ne glede na to, kdo je kriv. Raje ne razmišljam o tem. Gremo na lepše vprašanja. Ok, če tako praviš. Razen, če si Romana zelo želi odgovoriti na to vprašanje. No, povej. No, kaj je bilo potem najhujše? To je bila huda epizoda. Vem, in ti si šla pol na Šrilanko, ki si čakala na sojenje. Ne, to je bilo mi dva se itak v Indiji bila precej časa takrat. Saj pravim, je pa začuda takih zelo dramatičnih dogodkov, na srečo ni bilo veliko. Ja, seveda, zgnali so nas iz Mehike in tako naprej. Ampak glede na vso to kilometrino, res smo imela srečo. Se mi zdi, da morda res nisva več kot toliko tvegala. Z leti mogoče sva še bolj previdna. Mi dva sva na vsezadnje potovala, včasih tudi skupaj, ne pa toliko veliko, ko sva imela otroke. Potovala sva 2-krat tudi z otrokoma. In recimo takrat, ko smo potovali z otrokom, ni bilo absolutno nič takega, da bi bilo rekla, za otroke ni primerno ali pa so bili v nevarnosti. Ta potovanja so lepi spomini. No. Se mi z tega neko skoraj da svoj rek ustvaril. Svet je krasen, oziroma svet je lep in ljudje so krasni. In absolutno za tem stojim, to ni neka floskula, kar lepo zveni. Ampak v vseh teh desetletjih preživetih na poti, se mi dejansko ni zgodilo nič res tako krutega, nobenih tako slabih izkušenj z ljudmi nisem imel, da bi zaradi tega izgubil vero v človeka. Ne, absolutno sem za enega bolj srečnih in zadovoljnih ljudi in to gotovo tudi zaradi tega, ker so mi vsa ta potovanja, vsa ta srečanja, vsi ti ljudje izkušnje vračali in polnili z neko pozitivo, dejali mi pozitivne spomine in zmeraj znova se mislim ali pa človeku rečem, ker tako pogosto slišim, ta svet je čez dalje bolj pokvarjen, tudi gotovo je nekaj na tem, kriza je čez dalje hujša, nikoli nam ni bilo tako hudo, kot je zdaj. Človek Božji, pa ti sploh ne veš, kaj je kriza, pa ti sploh ne veš, kako ti je luštno. In če vidiš svet in ljudi okrog sebe, samo skozi črno očala, sama žlehnova okrog tebe, potem moraš najprej pogledati, skozi kakšen filter gledaš. Mogoče je pa nekaj s tabo narobe, mogoče je v tebi vir te slabega pogleda, slabih izkušenj. Mogoče ti prideš v štarijo pa rečeš, big fantje, se bomo tepli. Namesto, da bi rekel, zdrav fantje, kako ste kaj, bijeno rundo. Isti fantje, isti ti, isti trenutek, pa boš čisto drugačne reakcije nazaj dobil. Čeprav vem, prav zdaj v teh dneh vem, da je pa med nami žal tudi ogromno ljudi, s katerimi se raje ne srečujem in raje ne delim svojega življenjskega prepričanja z njimi. Namreč dobil sem recimo na neke objave na Facebooku, zdaj v vezi s tem referendumom, tako grozljive, ampak res grozljive, žalostne, mislim, nizkotne komentarje, ne na moj račun, nasploh komentarje. Sem to gledal, ne zbral. Pa kako živite sami sabo? A ste se kdaj zamislili, ne kaj je narobe z mano, z njimi, z levimi, rdečimi, desnimi, karkoli, ampak kaj je narobe z vami, ki očitno živite že celo življenje ali vse predolgo v greznicah tistih svojih majhnosti in ste prepričani, da boste me smrdili, če boste gnoj metali še po drugih. Ne.
še zmeraj boste živeli v svojem dreku. In to pa me včasih žalosti. Prav, žal, Facebook, Instagram, predvsem Facebook, daje ljudem možnosti, ki jih včasih ni bilo, kot pravi dole rek na jugu. Dok ni bilo Facebooku, samo so v tvom selu znali, da si blesav. Zdaj pa cel svet, to lahko vem, bolj ko so ljudje res blesavi, raje to delijo z ostalimi. In to pa je včasih otožno. Ja, samo malo tudi mogoče ti nisi strpen, ko ti gre tukaj kontramnenje na živce, ne? Moraš tudi to ne razumeti. Jaz nisem veren in jaz sem tudi na referendumu bil za ta zakon, ker nočem nekje poscan pa posran umirati, tako ker rečemo, moja stara mama mi ni posrana ker ste za njo skrbeli, ja. So za njo skrbeli, ne? In nisem veren in za mi mogoče tudi ne zdi čist prav, da zdaj verni o meni odloča, kako bom jaz umrl, ne? Ampak za njih pa zastopam, da imajo tako prepričanje. Tukaj zašli smo res na stransko pot, ne gremo več. Ja, nisem mislil to sprašovati. Ne. Vprašanju levih, desnih. Govorimo o ljudeh, ki lahko zapišejo, vzem štrik, pa se obesim, fukam se pod vlak, vzem strup, crken komunajzar, mene že ne boš okrog lovil, pa me upešal. Govorimo o ljudeh, ki imajo tako nizek nivo izražanja slovenščine, četrtpismene, da vem, da za njimi ne stojijo neki boti, umetna inteligenca, ker umetna inteligenca tako pritlehne slovenščine ne obvlada, hvala Bogu. So dejanski ljudje samo za lažnimi profili, s katerimi imajo tisto svojo varnost, anonimnosti in mehni zanikrni, vsi smrdljivi v svojih gneznicah, najbolj so srečni, kadar lahko bevskajo po drugih, ki jim je mogoče uspelo kaj tega, o čemer lahko oni samo fantazirajo. To temu jaz pravim. Ker mi je uspelo, so mi uspele stvari, v katerih lahko oni samo sanjajo. Živim sanje mnogih od njih, se upravičujem, ampak počutim se krivega. Take komentarje pišejo tisti, ki so nezadovoljni z lastnim življenjem. Pa tudi tako je, nikoli te ne bo pluval tiskaj na teboj, vedno te pluvajo tisti, ki so pod teboj. Devskajo majhni psi, velikih se nikoli ne bojim pošlata. Ta male pa pustim primeru. Gremo nazaj na potovanje. Oziroma Tomaš, pogledaj, koliko časa smo že govorimo, pa kdo nas bo poslušal? Urce pa bo poslušajo. Z Martinom Strelom so imela 5 ur pa pol. Čak zvone, čak. Ne, manjka ura. No, zdaj si govoril 20 minut, no, seveda. Da ne bi mislil, da jaz veliko govorim. Misliš, da je z Martinom poslušalo 5 ur pa pol? Poprečni čas gledanja je bil uro pa pol. No, dobro. Tako da to vidimo vse v statistikah, tako da jaz to verjamem. No, pusti, to nisi ti šef tega. Ne, izpostajam utrujen. Tako da še malo pa bom pa... Ja, očitno nisi utrujen, zdaj ali si imel tak referat. Dejva se skregati. Medva se kule kregati. Pa medva se ne znava kregati. Koga ste se skregala na potovanju? Poglej, pomir se najprej malo, skoliraj se. Koga ste se skregala? Tomaš, to se bo gledalo, pogledaj, tole zdaj je zanimivo. Končno postajamo zanimivi, nadaljuj mi. No tako, zdaj smo se skregala, kot cigana, tako se skregala, zdaj smo pa že v redu. Ena tvojih najljubših destinacij, poleg Namibije, tudi Etiopija, ne? Se v Etiopiji še nisem bil, lahko mogoče v parih stavkih kaj v njej poveš, ker mislim, da bi tudi gledalce zanimalo. Etiopije ne vodim več, ne. Točen, veš zakaj? Je enkratna plemenska življenja, tam so nora, take koncentracije plemenskih, tehnomadskih življenj, kot jih imaš v dolini Omo, dol na jugu Etiopije, tega nikjer na svetu ni. Ampak Etiopija je istočasno naporna. Vsa tista, revščina, razpadanje, prosjačanje, otroci, ki skušajo nekaj dobiti od tebe, vse to me ubija. Vse trpežnosti in okljub, ko po 2-3 tednih Etiopije se rečem, da grem domov in ne rabim se več vračati nazaj.
Tako da, saj bom še šel, zmeraj znova potem. Sam narava je pa čudovita. Jaz sem gledal na severu imaš hribe, na jugu je pa tista dolgočasna, bi rekel, savana. Savana je pa najbolj dolgočasen del sveta. To so pa, veš, to je pa tisto suho grmičevje, po katerem pravijo, pasijo nomadi krave pa koze, ne, in so neke kolibe pač iz blata narejene, kar zelo, jaz znam iz tega narediti čudovito, eksotične in lepe fotografije, ampak v resnici znaj biti pa to tako grdi kraji. Kaj ti? Ne samo pokrajina, ne Afrika, ampak kamor pride človek, ljudje imamo v sebi eno tako neverjetno razdiralnost. Znamo iz tiste naravne lepote narediti eno samo ljubo smetišče. Še sploh, če povzamemo Etiopijo, kjer imajo družine po 8-10 otrok, to so kar v generacijah kar gomazina v vse konce. Namesto nekih nekdanjih idiličnih okroglih kolib iz blata s strehami iz trave so zdaj iz vseh možnih odpadkov skupaj sklepane bajtice s plehnatimi strehami, če jih dobijo ali karkoli že postavijo gor, okrog katerih skače kup lačnih ali pa vsaj pač tako raztrganih, umazanih, ubogih otrok. In to postane naporno. Zdaj ne vem, Romana je bila dol z mano enkrat, dvakrat. Mogoče si ti to drugače doživljala, ker mogoče sem jaz zdaj tako mal že trd postajam, mal nastrojen proti določenim Mučka si me presenetil z ugovorom. Proti temnim platem. Glej, tako je, ljudje tako zelo radi pridejo domov, grejo na neko pot in potem samo govorijo, kako je bilo lepo, kako čudovito, kako je eksotično, in podobne stvari. Nobeden ti ne bo rekel, mazen kurc je bilo. Veš kaj, denar sem stran vrgel, škoda cajta, tako kot ti nihče, ki je kupil, ne vem, novega Mercedesa ali pa 10 let starega, ne bo čez 2 dni priznal, da ga mora porivati, ker mu ne užge, pa ker je vse narobe z njim. Pač seveda, ljudje se pohvalimo s tistim, kar imamo, naša potovanja, naši avtomobili, naše hiše so naš standard in s tem se pohvalimo pred celim svetom. In že zato ti ne bojo realno povedali, kako je na neki poti bilo. Jaz pa s tem nisem več obremenjen, ker potovanja in toliko tega imam že za sabo, da dejansko lahko rečem ponovno, svet je krasen in ljudje so čudoviti. Ampak so pa mnoge izjeme in mnogi kraji, mnogi trenutki, mnogi dnevi ali tedni več, ko sem pa res utrujen in izžet prišel nekje, ker me je ne fizičen napor uničil, ampak ker so me same ta stiki z ljudmi, ta drugačnost, ta revščina, ta občutek temačnosti sveta, ker so tudi mene načenjali. No, jaz, če bi kje bil, pa mi je bilo brez veze, bi povedal, da me je brez veze. Misliš pa, zdaj mi je ta vprašanje v glavo, misliš, da ljudje tudi potuje samo zato, da se pohvalijo, da so nekje bili? Ja, zato so sosedje bili, ne. Včasih smo se sam z avti hvalili, to je, ne. Se pravi, meni včasih kakšen tako, kar reče, tako opravičujoče, meni pa ni do potovanj, super. Definitivno bi nekateri ljudje morali ostati doma, ker mislim, potovanja morajo širiti obzorje in na potovanjih, iz potovanja toliko dobiš, kakor si človek, ne. Jaz sem recimo v zagovor temu, ne, ker lahko bi tudi rekli, da je popotništvo mrtvo, ne. To je turizem, ne. Mi se samo zmišljujemo, popotniki, ne, mi nismo turisti smo, ne. Turisti smo. Ja. Šparovni, ne. V državah tujih nas imajo raje, če veli zapravimo, tudi Slovenci bi radi imela, ne, turiste, ki veli zapravijo. No, ampak jaz sem razvila to, mislim, tako, sebi v tolažbo, ampak vseglih v to verjamem, da, a veš, si še vedno lahko popotnik po duši. Recimo, je ena gospa, razumeš, kaj gre s turistično agencijo v Pariz. Sam gospo Francija zanima od nekdaj. Gospa se mogoče francosko uči. Gospa, ki gre s to turistično skupino, veš, pa gre, pa si najde, ki naštudira eno, ali pa praša vodičo, v eno kavarno, pa se usede, pa naroči tiska, Francozi naročijo, pa sedi, pa gleda mal, kako to deluje. Razumeš? Ona si vzela tisti trenutek, trudi se
Trudi se, da bi mal začutila utrip dežele, ali kako bi to rekla. Potem imaš pa malarijo, a ne? Temu se reče drugače, ali kaj je temu rekla, flashbackerji, a ne? To se pravi, oni grejo z ruzaki, pa to na Tajsko. A veš, zakaj gre na Tajsko? Da se imajo fajn, ker ni nič narobe. A ne? Ampak tam se družijo s svojimi ljudmi, pijo isto kot doma, dober, drog imajo tam več, pa cenejše so, zato tudi ponovadi grejo. A razumeš, čisto seglih, če bi šli na Pokluko. In pomembno je seveda, da je ves čas povezava. A ja, povezava, itak, zdaj ko otroci grejo, a veš, itak, ko grejo med sabo, itak se javljajo, itak morajo toliko se fotkati, a razumeš, ne? Da nimajo časa, nimajo tizga, veš, ker tudi ena najbolj, recimo, kao san, a si bil v Bangkoku, ne, to je tista najbolj turistična, mi vedno so bila svoje čase doskrat, veš, in tam v nekih luknah in to in a veš, in so se neki zmrtvali, Poslala pa jaz enkrat s to mojo prijateljico, to je bil njen prvi stik z Azijo, v bistvu, in ona je bila, wow, veš, jaz se opelem tam, sem poznala nek vogu, neke tiste juhce, da, in ko sem videla to čez njene oči, a veš, pa rečeš, pa pišel, kaj se je, wow, ženska, kaj se zmrduješ, kaj si tako, a ne? A veš, tako da, no, in eni so negativni vsem, in tak posod išča, eni in blagor njim, jaz se mi zdi, sem nekje vmes, jaz sem taka, ne znam gledati črno-belo, veš, jaz malo tako gledam, malo razumem, malo sem kritična, eni je pa ful vse všeč, pa se ful dogaja. In taki so v bistvu idealni za potovanja, taki ponovadi tudi folk so taki, da spoznajo koga, da se jim kaj dogaja, tudi takoj v kakšne težave zaidejo. Ampak pazi, tudi danes pa to res ni drama. Vsi imamo, tako kot je Zvone rekel, kartice, vsi imamo tlele mamo na mobitelu, ki jo itak skrbi, ker se moraš vsak dan 5-krat javiti, kje si. In vsi imamo zdravstveno zavarovanje, kar je pametno, skratka, in si zahodnjak, in bojo poskrbeli zate. Ker turisti smo pa posod v bistvu zaželena in tako moram reči, tudi ali za Afriko, za karkoli, delati v turistični industriji je za domačine vseglih boljš, kakor biti brez službe, kakor delati, kako bi rekla, na polju, riž sediti od jutra do večera, kakor je delati, kot v Bangladešu, veš, v njih tekstilnih štrcunca. To je pravzaprav, turizem je kar lepa panoga, tudi za Slovence, ne. Zlasti, če imaš turiste, ki so fajn, ki so kulturni, ki se znajo obnašati, a veš, ki so spoštljivi, kakšno napitnino pustijo. Ne? In imaš prav, veš, kaj za vsake dežele, po mojem, lahko neki finga potegneš. Naravoš biti totalno navdušen, ne, poveš, da vem, kaj bi rekla Poljska, ne, ja, jaz rečem to Mačarska, kaj še, zdaj neki prav, ja, Poljska nisva, neka Zvone, greva, jaz sem že bila, ampak ravnina je, a ne? Ampak bomo šla pogledati na Poljsko, normalno, zakaj pa ne, a ne? Smo še mladi, veliko moramo še... Ja, toliko imamo dela, res ne vem. Še 3 vprašanje mojih sledilcev, ki sem povedal, da bo ta prišla. Marta je napisala, da je ljubiteljca potopisnih predavanj in jo zanima, če bo takdaj prišla v Gornjo Radgano ali pa v Mursko Soboto na kakšno potopisno predavanje, če ta imela. No, bom jaz to povedal, gledaj, sem včasih ogromno predaval tega, zdaj bom rekel 30, 40, tudi 20 let še tega, potem pa čedalje manj. Kajti z vzponom interneta seveda so ljudje vse bolj dobivali vse zastonj, kjer sem včasih imel polne dvorane, tudi po 1000 ljudi na večer, ki so plačali vstopnino. Sem bil v Trebnjem malo čez 90 leta. No, tam je zdaj, ne vem, 30-40 ljudi v knjižnici, če ni vstopnina. In enostavno se ta potopisci si za razliko recimo od glasbenikov nismo uspeli ustvariti nekega, bi rekel, slovesa, ki bi nas uspelo tudi
tudi skozi to internetno družbo popeljati. Da bi ljudje rekli, wow, plačal bom, grem ga gledati, v živo hočem poslušati njegovo besedo, kot grejo na glasbene koncerte, čeprav imajo vso to muziko zastonj doma. In zato sem jaz v bistvu nehal predavati. Pa še druga stvar je, da sem recimo v teh zadnjih 15 letih dobil na svojih teh Instagram, Facebook, mislim, da je okrog 75,000 sledilcev. In to je seveda tam neka baza, ki zaleže, če naredim dobro objavo, da imam par 10,000 recimo ogledov, to je več kot jih Stožice, veliki stadion lahko sprejmejo. In svoje ljudi, v bistvu svojim ljudem jaz povem, na ta način, kaj jim želim povedati, na ta način, sicer dajem vse zastonj, ampak na ta način sem svoje čase polnil skupine, ki sem jih vodil dol v Afriko, Azijo, na ta način zdaj recimo prodajam knjige, ki jih občasno izdajam, in s tem se tudi ta finančni krog nekako obrne. Ampak da bi pa hodil krog, imel bom recimo zdaj, ne vem, naslednjih do novega leta bom imel 5 predavanj. Zanimanje, ko sem to objavil, je bilo zelo veliko. Pričah nam šel, sem pa naslednji dan objavil. Pogledajte, ljudje dragi, meni je to delo, jaz od tega živim, jaz vam ponujem 50 let svojega življenja in zato nočem biti kot neka, bi rekel, pop zvezda, ne vem, nedosegljivo drag, ampak računam 300 evrov. In začuda je tisto zanimanje nenadoma, da ga je zginilo, sicer 5 predavanj, zdaj v naslednjih dneh imam, oziroma 2-3 tednih. Če me bo še kdo poklical, pridem z veseljem, ker ta stik z ljudmi mi čist dobro dela, ampak enostavno pa stvar ponosa pa že je, da ne delam več zastonj, ker nihče od vas ne hodi v službo cel mesec, na koncu meseca pa reče, ne rabiš plačati, šef, daj ga srati, jaz to z veseljem delam, kak je denar. Tudi pri meni je to delo, služba. Odkar pomnim, sem svobodnjak, s tem zaslužim zase, zaslužim za familijo, tukaj imam pričo, z Romanom skupaj ustvarjava in pač to delo tudi cenim. No, tole si res vrhunsko povedal. Je pa tako, ljudje, če pride na tvoje potopisno predavanje, bi vse knjigo lahko kupil, bi rekel, iz nekega spoštovanja. Predam doma, ne vem, na dan 20, 30, 50, pa ne rabim izriti se, bi se mi sobe se dvigati. Če bom šel pa na predavanje, bom pa predal, ne vem, mogoče včasih samo 2-3. Pa knjižnica bi mi pa plačala eventualno 100 evrov, ker to še dajo, več pa ne, ker ne smejo vstopnine pobirati. In potem, včasih... No, če bi bila vstopnina, bi pa... 20% ljudi sem prišlo. Zato pa, zakaj bi se trudil, če je stvar zastonj in vem, da je kup ljudi prišlo samo zato, ker je pač, kar računajo, da bo z mano manj dolg čas, kot pa doma s televizijo, pa z njegovo ženo ali možem. Ne, če nisem vreden, ne vem, recimo 10 evrov ali pa 8, to kot je kino vstopnica, potem ne rabim se jaz truditi, ne rabite vi prihajati. Ampak podarjam, ljudje dragi, katera kamera bo zdaj, podarjam pa z veseljem pridem, z veseljem povem, imam kaj deliti, imam filme, imam vraga in pa imam 50 let življenja na poteh, ki jih sedaj nekako ponujam. Pridem, povabite, ampak kot rečeno, moja cena je 300 evrov, zdaj ne vem pa, a ti veš, koliko pa kaj Damjan Murko računa za svoj koncert? Mislim, ne koncert, če ga povabijo, da pride na rojsten dan kot presenečenje, mislim, da je že nekaj cajta nazaj mu 800 evrov. Sem rekel, 300 evrov, ne vem. Boš malo premislil. Želim, imam cena, ki si lahko privoščijo. Ampak tisti, ki dejansko me toliko cenijo, da so pripravljeni to plačati. Dobro si to povedal. Se bom tudi jaz to zapomnil, tako da dobro si povedal. Hvala. Ne, pazi, to je, o tem sem mi že govorila, veš kaj, med drugim je to tako, ne? Recimo, to je tudi stvar člankov, ne, oziroma zdaj se veš časopisi, kar jih je še oni, kar ne imel denar, pa vse bi kar neki zastonj, ali pa bi kar s Facebooka dol vzeli. Veš kaj, dobro, recimo, da smo mi itak preskrbljene, in večkrat to se veš, v teh letih moramo vse manj jesti, vse manj piti, tudi, ampak veš kaj, treba pa misliti tudi na tiste, ki za nami prihajajo, a veš kaj, s tem tudi ti ceno drugim zbijaš. Rekel,
Se je Šeruga bil zastonj, a ti mulaka, a ti už pa hotel denar. Ja, domnevam pa, da vsi moramo položnice plačevati. Vsaj mi dva jih zelo redno in zvesto plačujeva. Ne? Jaz sem lansko leto pelal eno skupino ljudi, sledilci v Bosno na izlet. Vzel sem jih kot sopotnike, ker jaz niti nimam papirja, da bi karkoli in sem to gratis pelal. Sem rekel, bom pelal gratis, enkrat da vidim, me tudi zanima kako. Pa se upam stav, da sem spelal ful dober. Mislim, to so drugi povedali, zato predvidevam, ne. No, sem pa nakazal, da bi pač se pričakoval, da mojo knjigo kupijo, ne, za 30 evrov, ne. Se pravi, ne, to pol zaslužen dobrih 20 evrov, ne. Mislim, pa 7 dni smo bili, se pravi, to bi mi pol 3 evre na dan dal, ne. Mislim, se večinoma so jo kupili, ampak veš, da sem bili pa tudi taki, ki niso. Mislim, to zdaj si me to spomnil, ker si to tako dober povedal, ne? Veš kaj, kar je sam sebi vrednost, ne vrednost si zbijaš. Ja, tega nisem... Veš kaj, ker ti si je, ne, a veš, a už ti, mislim, kaj je, a boš peku rekel, da ti da kruh za ston, a veš, zlasti to, ki je tako intelektualno delo, si mislil, Snegorcu je pa fajn, da nas voda, ali kaj, Šeruga pa rad govori, ali kaj. Strošek imel, ne, hotelu sem res dobil za ston prončiča, zato, ker sem jih tukaj pripelal, ne, ampak benzin sem mogel pa plačati, pa cestnina sem mogel tudi plačati, pa hrana sem mogel tudi plačati. Ne, pa ne gre, to so stroški, ne, tvoj čas je dragocen. Oziroma, pogledaj, reče se, da odkar so Feničani denar izumeli, ne, se ve, a veš, s čim se je žal vrednost dokazuje. Pa dajmo se tako zmeniti. Recimo vsi, ki hodite v službo, pa na koncu meseca rečete, ne, denarja pa nočem, ne, vsi pridite na moje predavanja, boste za ston prišli gor, oziroma pridite do mene, pa vam bom tudi knjigo šenkal, ker veš, taki ljudje si moramo med sabo nekaj pomagati. Ne? Ampak seveda, predpogoj je, da celo življenje že delate, in jaz delam, medva delava, za ston. Super je bila tale debata. Res. Nisem kakšna, da te ne bom pokvaril, a? Ne pokvaril, ne sem mi dal misel, tako da sem zelo hvaležen. Jure te sprašuje, če veste, kje je vajen motor, ki sta Afriko z njemu prevozila. Mogoče pri njemu. Ne, nekje na Štajerskem, javo, da vemo se Rainer Jure. Kaj, ne vem, da se je on že javil. Imel sem res celo prav namen, da bi ga kontaktiral, pa da pridem enkrat letos že, ne. Tja, pa da so tako, da so naredim en krog z njima, ne. A to misliš, da je napisal mi tak, ima tvoj motor? Čisto možno, kaj ti javil sem je pred kakšnim letom, poslal tudi sliko tega motorja, ki jo je pač kupil, zdaj ne vem, a je že to druga, tretja verzija preprodaja, ne. In glede na to, da je od tega že 35 let, tako nekako. Skratka, še v voznem stanju. Neverjetno. Tako da, Jure, če je to tvoj, če je to moj motor pri tebi, daj, kontaktiraj me, pa se pridem enkrat. Joj, ta motor je dal pa veliko skozi. O, Boga mi. Ta je dal pa ogromno skozi. Tista Afrika, mislim v Afriki. Ročnega potovanja, 56,000 km Afrike, 2 na enem motorju skozi, da narečem kašte ceste, puščave in goščave. Ta reve še dal nekaj skozi, ja. Pol pa še en tak bolj tipično slovensko vprašanje, ker vem, da imate dober odgovor, sem ga dal v mesto noter, drugače ga ne bi. Štefana zanima, koliko imate delovne dobe, kaj sta delala, kje sta zaposlena in odkot dobivata plačo. No, Romana, 40 let delovne dobe. Zaposlila sem se po 40 let delovne dobe in pri mirni starosti, pri obeh, to pa nam povedal, koliko sem stara, skratka izpolnjevala sem oba pogoja. Delala sem kot novinarka na delu. Odgovorna urednica ne dela, ne? Ne dela, ja. Romana je v bistvu že kot študentka delala. Kot študentka sem delala za potovanja. Na Kompasu, kot vodička. S tem je zaslužila tudi za ta najna A ja, to tudi staršev nič nisva dobila. Absolutno ničesar. Niso mogli dati. Ker ni bilo, oziroma niti pomislil nisem, da bi jaz od staršev, kmetje tam, ki so živeli iz dneva v dan, pa za davke. Ne.
Zdaj pa ti povej, da imaš 35 let delovne dobe. No, jaz imam pa 35 let delovne dobe, ki sem jo plačeval kot svobodni kulturni delavec, pač plačeval, ničesar nisem nikoli dobil od države, kot pogosto slišim, država mi davko plačava. A se bom spet razkuril? Dve stvari sva. Mi davkoplačevalci tega kretena ne financiramo človek. No, skratka, povej že, da imaš itak penzija 500 evrov. No? Ne, 591,11 evra je moja penzija, po 35 letih delovne dobe nisem revež, ker sem prav čas pač vedel in sem si dejal na stran, nisva bogata in nikoli ne bova bogata, imava pa maksimalno dovolj za normalno, srečno, bogato življenje, res bogato, od zdravja do krasne družine, do drugega, do dovolj denarja, da se lahko privoščiva določene stvari, ker pravim, tisti, ki pa svoje bogatstva štejejo samo denarju, to so pa res reveži. In, no, kar se tega tiče še zmeraj, jaz bi pa tukaj poudaril mogoče Romana, ponosen sem zmeraj znova nanjo. Zmeraj znova nanjo in jaz nisem niti slučajno tisti dec, ki bi bil občutljiv, ker je žena bolj uspešna od njega. Poglej, ona je v tiste male novinarke prišla prek urednice ne dela do glavne in odgovorne urednice dela, mislim dejansko dosegla, kar je v slovenskem novinarstvu sploh mogoča, ne. Ostala krasna tudi moja družica, še nekaj bi podaril, pa lahko ti mene hvališ. Zmeraj znova, mojih potovanj si jaz ne bi mogel privoščiti, če ne bi bilo nje doma. Oziroma bi si jih privoščil, ampak bi za mano ostajala razvalina. Tako se je pa ona tako z lahkoto špancirala s tistimi 3 vogali, pa družino, pa otroke. Teda jaz sem se pa nekako potekal pod 4. in tako sva medva spravila eno krasno, lušno družino skupaj in po konci in ostala že zdaj 44 leto skupaj. Tako da zdaj pa ne vem, zdaj smo pa dolžni, da še ti kaj lepega poveš. Ma zmisel si. Ne, jaz sem mislila, da še vedno moramo polagati račune. Ja. Ne, od kega... Naj vama povem, da jaz teh komentarjev dobim ogromno. Odkje ti denar? Kaj da si mi ga ti dal? Ne, veš kaj, ljudje ne razumejo, no, pustimo to, ni važen. Poglej, davkoplačevalca sva, lih si dobil eno položnico, imava pa res eno zidančko na Dolenjskem, mislim, on jo ima, prav da je njegova, ona ve, da je to najno skupna, veš. Ja, to pa imava eno zidančko. To je moj plet za dušo, moj plet za dušo. Tako da imava... No, Zvone pa tudi okej, ja. Zvone pa okej. Zvone je, veš, takrat, ko sem ga spoznala, to sem hčeri pa rekla, ko je nekako tudi bila na tem, da se zaveže v zakon, sem rekla, veš, za tvojega očeta, kar sem mislila, kar sem ga spoznala, si nisem mislila, da bomo takole čez 40 let še, ali koliko je zdaj to, se neštejemo celo večnost. Evo ga. Prelesno telo in popoln obraz videlo meni. On se dela, veš, bolj rekla, kaže, frajera, kot je, bolj vaškega posebnega. Bolj vaškega posebnega. In to čez dalje bolj uživam v tem. Jaz postavim čez dalje bolj ti spodgurc, veš, Dolenček, zato to doskrat rečem, ga bomo ki spil, v bistvu pijem zelo malo. Ampak se mi zdi, da je to del tiste naše podgurske, kmečke kulture nekdanjih moških, ki še nismo gledali na vsak kozarček skozi. Poglej, zdaj se pa če dalje bolj naslanjaš name. A lahko to zaključimo? Zdaj bi pa ti zaključila. Ljubezen, ki končno prehaja v konkretno obliko. Ajde, tam se trudil roke, ki je druge držati. Spomnim se, ko so bila pri Matjažu in Tiharju na tistem Photoshop, se spomniš seminarju, ko smo se pol na pijačo, pa si rekel, da umetnost je, da se ustaviš ta pravca, da se znaš ustaviti. Se spomniš, ko si to rekel? Ne pijače, posla, denarja, da kar ne tiščiš naprej. Tiščiš. Pazi, to so pa prav se enkrat spomnila, midva o tem pogovarjala. In midva recimo sva se vedno zelo branila kakšnih kreditov, veš, nekaj, pa nekaj grandioznega. Ali pa da bi imela ful velik, veš,
ali čevljev, ali vsak svoj avto, ali polno omaro oblek, ali temu sva se oba odpovedala in ta denar tako obračala lepo, dosti konzervativno, no, za današnje čase. Pa mi smo tudi tista generacija, zlasti Zvone, on je zrasel v zelo skromnih okoliščinah, saj njegovi oboževalci vedo, da on do 19 leta pasu že ni imel, ni bilo kameta, ne. Jaz pa tudi, saj veš, iz tiste generacije, ki je vse bolj se poceni kupoval, pa šparal, pa veliko bajto znač naredili s krediti in tako. Midva sva mirno ohranila ta slog, ker so nama in potovanja ogromno pomenila, ogromno dala. Zaradi tega sva malček, recimo bila najina hči, Kaja, rojena v podnajemništvu, no? In je bilo, a veš, to sva živela v stanovanju, ki je bilo družbeno, pa ga en gospod, ki je sicer imel bajto, lahko pač takrat tudi kupil, za 8.000 mark. Midva sta šla pa ven, pa sva mogla kupiti stanovanje za 80.000 mark. Ampak poglej, that's life. Z delom sva si lahko uredila lepo življenje. Imava dovolj, ker no, pa doživela sta tukaj 1% Slovencev nima, kakšen 1%. No pa se pravim, nekako vse ti sva, a veš, pol sva si stanovanjski problem uredila, pol sva tiste avte so vedno imela, second hand in tako, ne. Iz teh potovanj pa Zvone vedno zna ustvariti nek denar, s pisanjem knjig. Jaz sem pa vedno imela plačo, da če je bilo malo pa njemu bolj sušno obdobje, da sva shajala. Da ona mi zmeraj, ne da mi je tolerirala ta moje potovanja, odhajanja pa vračanja, ona je to razumela, da je to pač moje življenje in moje delo. Kot sem jaz parkrat verjetno rekel, ti greš v službo 5-krat na teden, jaz grem 5-krat na leto, samo dlje pač ostanem. Je pa res pomembno, da ona, sploh kot urednica, njena plača, bom rekel, da je bila primerno visoka in moj izziv, da nikoli ne bom prispeval družinsko blagajno, manj kot ona, to je bila že stvar moškega ponosa, je bil takrat kar na preizkušnji, ampak mislim, da sem se kar lepo. Tako da nikoli se nisva štele denarja, to ni bil nikoli problem, zmeraj sva imela vse stvari, kar tako pač to je nekak naš, ampak se ve, to je tvoje, to je moje, drugače pa naša, ne. In mislim, da naj denar ni ločeval in upam, da naj tudi nikoli ne bo. Kaj ti, čez dalje bolj tudi upam, da res drži tisti ponovno južni izrek, ajde da ostarimo zdaj. Če drugega ne, res se mi ne da ločevati pa denarja, pa lastnine, pa hvala Bogu vse, deliti med sabo. Za na konče povejte, kakšne so načrti za prihodnost? Načrti so vedno veliki. Vedem, da se jih veseliš. Ne, Zvone ima rad 5-letke. Otrok socializma. Za 5 let ima vse, jaz pa recimo sem imela za drugo leto bajne načrte, popotniške, o tem govorimo, potem pa hči, ko prijo na Dunaj, konec maja leto že nasmeh dotle spet noseča. No in tako da v prihodnem letu mi dva imava ločene namreč te plane, ne? Sva veliko skup, zdaj zlasti na stara leta, veliko sva pa tudi narazen preživela v življenju, to je tudi recept za dober zakon pravzaprav, pa tudi potovala sva precej narazen, ker zaradi otrok nisva mogla skupaj. Skratka, grem naprej na Dunaj za 2 meseca, pomagati zibati novorojenčka. In kam grem jaz ta čas? Ja, on bo gre na Maldive, potem bova pa za njegovo okroglo obletnico bova šla, se bova umaknila, za razliko od tiste velike fešte, bova šla
midva nekam sama. Potem zdaj, bova že šla... Palma, da se maknem praznovanju 70-letnice. Ja. Potem bova šla, Julija, mava nekako, sva bila naprošena in se z veseljem odzoveva en del Julija, da bova vnukinjo starejšo čuvala, jo zabavala. Potem, šli na morje skupaj. Ko bo pa tega konc, bova šla starejša pomeni 3 leta. Ja, bova pa šla na Norveško najverjetneje še enkrat pogledati. Potem imam pa jaz plan... Ja, potem imam pa jaz plan s prijateljicami, še 2 prijateljicama, pešpot, ribiško pot, to je pa Portugalska, a ne? 12-dnevna pešpot, dokaj popularna. Ja, potem Ribičeva pot, to je, greš nekje južno od Lizbone začneš, pa greš ob Atlantski obali navzdol čist do jugozahoda Portugalske. To je ena taka fino, bi rekla, mini kamino, ki je samo 12 dni, ampak je isti stil, hodiš se svoje nosaš, vmes greš v vas ali tam nekam spat. To si želim in to v bistvu smo hoteli že spomladi opraviti. Pa za naj pa družina vedno bila prioriteta, v bistvu otroci, pa midva, pa starši, dokler sva imela. Pozabim povedati, ko sem zrel za dedija. Skratka, to so moji načrti, pa za konc leta sem pa to prijateljstvo že nekaj spet hotela angažirati, če bi kam šla novembra. Kajti november se mi zdi najlepši čas za potovanje, ker zaiti v tujino, ker to pa je edini mesec, ki pa je v Sloveniji grd. Zaiti na toplo. A ne? Slovenija, ja, novembra, veš, snega žal je toliko malo, kratki dnevi, meglina Ljubljana. November in december je malo. Ja, no, skratka. Ja, tako da, evo, on pa... Pa to dohaja v moje življenje in sam ljubi dolg cajt v primerjavi z njenim. Ima pa še par drugih stvari, ja. Pač 5-letka, v tej 5-letki so moje življenje čez dale bolj krči, nekoč je bil cel svet. Potem je bila Evropa, zdaj pa vidim pred sabo samo še neko Slovenijo, pa mogoče ex-Jugo. Na koncu pa sem še Dolenjska. Pa tako se veselim tega. Namreč, jaz mislim, da res najboljše, da sem prišparal za konec. In že kar vidim naslednjo knjigo, imam celo tako delovni naslov, Ljudje in zgodbe. Zmeraj znova iščem ljudi. Jaz se ne strinjam, to je brezvezen naslov. To je delovni naslov, ampak podnaslov. Kaj pa podnaslov? Staranje za telebane. Ker jaz bi se naslednjih 5 let tako potikal po svetu, po Balkanu, pa kjerkoli že po svetu, ampak vse to gledal skozi oči nekoga, ki ima 70, 72, 74, 75 let, ker to je obdobje, ko začneš malo drugače gledati na svet, in na življenje, in na sebe. Zaenkrat upam, da mi bo to uspelo, da se bom s čudovito srečo in zadovoljstvom delal norca iz sebe in iz svojih let in iz svojih letnikov in del te sreče, nekega lepega staranja, se priporočam, predal tudi naprej v svoji naslednji knjigi. Prav taka, tovrstna knjiga, potopisno-starateljska, Potopisno-starateljska, to je nov žanr. No, pa da vidimo. Verjamem, da bo super. Pa ni odvisno samo od mene, ampak seveda. Zdaj namreč že dopuščam možnost, da življenje ne bo večno, tako da zmeraj dam na koncu raj 3 pikce. Ne pa klicaj. Ti mi sem še povej, a veš, v koliko državah si bil, čisto tako ne veš? In ne vem, še nisem, ne vem, da imam doma 18 polnih potnih listov, vem, da je bilo 6 celin, vem, da je bilo bla 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 11 knjig, ampak... Pa sigurno okoli 150 najdeš. Pa verjetno tam nekje, ne vem, sem rekel, enkrat, če bom, ne vem, bolan preklene na posteljo, pa če me bo zaradi česarkoli že zaprli, pa bom imel ljubi cajt v samici, pa bom države štel, ne. Drugače pa zanimivo, veš, sploh nisem obremenjen s tem, koliko sem videl, predvsem pa ne s tem, kaj mi manjka, da bi zdaj se rekel, zdaj mi jih pa še 30 manjka, dajmo ključce zbirati. Ne.
Moje življenje je čudovito, pač se lepo oža v ta moj meni tako ljubi okvir, kot sem rekel, Slovenija, juga, sorodni ljudje, domače duše, isti jezik, nekdani prijatelji, so narodnjaki, so državljani in ono, ko pridem v vas, pa je tako lepo slišati, pa dođi na jednu rakicu. Ne pa ne vem, kjerkoli v Evropi, Skandinaviji, v najlepših državah, ko njim prideš v vas, pa žive duše ni, da bi sploh karkoli že ti rekel, a ne. Razen, ker smo Ma dobro, veš kaj, tudi Bosna je, žali Bog, precej prazna, no. Bomo najdli. Bosna In je to bo Ne? to. Super, samo veš, vsi so tudi prazne. Motor, pa še električen kolo, sem rekel, sem obavil in s tem bom takole, pa peš seveda, in s tem bom lepo iskal fotografije, iskal ljudi, iskal megličasta jutra. Ma ja, ko bi bil jaz dober fotograf, če bi znal zjutraj vstati. Če mi bo to starost prinesla, ta blagoslov, da zjutraj ne bom mogel spati in bom vstal, ko se bojo zarje sprehajale. Pazi, tega pa res nisva veliko videla po svetu, sončnih vzhodov. No, bo to lepo. Zvone, Ker slika, sončnih vzhodov. Kaj mi pomaga, če mi ni tam? Zahodov ne broj, sončnih vzhodov pa ne. Zadnje vprašanje. zadnje, Kaj pa, če ja. bi medva nekako Na zdravje. enega še spila, Romana namreč vozi, prvošči si, draga moja, se bomo Pa na zdravje. tole in da rečemo, že res ne bomo si pogledaj, kar se tiče pa dolžine pogovora, vdam se, Martin Strel bistveno več kondicije kot imam jaz 5 ur pa pol. Pa sem ga jaz mogel ustaviti, tle pa ti mene ustavljaš. Midva se tako občasno tudi dobiva pri meni, oziranci, pa kakor ga že vprašam, ima on sploh več kondicije od mene, sploh če namigne na ženske, pa tako, on, 3-krat, 4-krat, 5-krat. No, a zdaj ugasnemo lahko kamere, nehamo. Dej, reči, kat. Skratka, moja zdrava slovenska fušija z njim. Na zdravje. Dragi gledalci, hvala, ker ste pogledali do konca. Hvala za pozornost. Poglejte si knjigo od Zvoneta, bom dal link v opis videa, tako da lahko kliknete. www.zvonesaruga.com Ali pa sem Zvone Šaruga vpiše in to je to. Tako da hvala, lepo se imejte, se vidimo v naslednjem podcastu. Živeli. Živeli.